Veš kaj je, to je pa najbolj bizarna, najbolj nora, najbolj prizadeta ideja, kar sem jo kadarkoli v mojem življenju čul, ampak mi je všeč. Puščala smo se, 15 na uro, vidljivost je bila, mogoče 10 metrov, pajtlalo me, jaz mislil, da imam kolo pokvarjeno, prvo sem videl, da se jaz tak tresem, da je kolo vrelo. Rad bi najdel en šport, ki bo od mene maksimalno fizično pa psihološko zahteval trajnost, pa disciplino, pa vse. Da če delaš nekaj z srcem, pa z ljubeznijo, pol nič ni težko. Če pa delaš stvari z odporom, pa za nekoga drugega, pol pa je vse težko. Draga publika, spoštovani in spoštovane, sredi na vrhuncu pravzaprav vročinskega vala se vam javljam izpod Storžiča, ja? Še vedno tukaj iz dokaj tople Gorenjske, ampak ne boste verjeli, pa kaj ste vi vsi nori, pa koga vam danes v gosteh, pa to je nerealno, spoštovani in spoštovane, z mano danes Duško Banja, cenimo se v Maribor. Duško, živjo. Hej. Kak si, Duško? Povej mi, kako si? Odlično sem, odlično. Ko prvo bi rad povedal, da sem počaščen, da je končno ratalo, da sem pri tebi v podcastu. Mislim, da je to želja bila že od prvega dneva, kako smo se spoznala, ko sem zvedel pač, da delaš podcaste, pa tudi večkrat je bil pogovor na to temo, ali ga boma naredila ali ne. In interni dogovor je bil, da ko podarem tvoj osebni rekord na maratonu, ki je, mislim, da 2 uri 52, če se ne motim. Drži? Mislim, ti si neverjeten spomin, imaš, Duško, bravo, svaka čast. Ja, in žal tega tvojega rekorda še nisem podaril in je predčasno prišlo do tega, da imamo podcast, ampak lahko mogoče ga ponovimo, ko podarem tvoj rekord. Je pa definitivno v planu, da ga podarem. Mislim, da je samo vprašanje časa, čisto prehiter se vas spet dobila takole, ja, če stavijo na to, zato sem rekel, ja, da ne bova zvonila po toči, narediva to prej, zelo blizu si temu času. Jaz ne bom nikoli več, ti boš definitivno, ampak, ja, pri vseh tvojih maratonih, kakšno rečeva, jaz sem si izpisal samo, drage dame, ki tole gledate, dragi gospodje, ki to poslušate, ja, par faktov, ja, o Dušku, tisti, ki ga še ne poznate, verjamem, da ga pozna že marsikateri rekreativec v več športih v Sloveniji, da je Mariborčan, ste ugotovili, ja, po njegovem žlahtnem štajerskem naglasu, da je nor človek, tudi najbrž slutite, zakaj je pa nor alpinist je, ki želi osvojiti vseh 7 najvišjih vrhov na vseh 7 celinah, pa Ironman, triatlonec, pa tekač, pa maratonec, pa ultratrailaš, pa border, pa skater, ljubitelj avtomobilov, pa kolesar. A poznate kakšnega rekreativca, ki je odpeljal Tour de France? No, če ga ne, zdaj ga, Duško ga je, letos. Njegova življenjska filozofija je res zanimiva, ima nešteto norih zgodb, verjamem, in danes, ja, so zato se tule dobila v tejle, če se ne motim, 214. epizodi, da eno zažgeva skupaj. Duško, si danes že tekel? Kolesaril sem danes. Sicer nekaj preveč dosti, ampak ja, nekaj malega po planu. Zdaj sem, ko prvo bi rad to te malo popravil. Prosim. Najlepša hvala za najboljši intro ever v življenju. Res hvala od srca, cenim vse. Kaj sem zafrknil? Dej, reci. Nisem alpinist, ker za alpinista rabiš 4-letno šolo, sem pa gornik, ne? Sem pa mlajši pripravnik, ne? Se pravi 2 leti te alpinistične šole sem opravil, ne? Tako da bi rad bil mogoče enega dneva tudi alpinist, ampak zaenkrat časovno to še ni zneslo, ampak mogoče pa tudi kdaj to dokončam. Disclaimer uspel, ja, vsi, ki so zašili ušesa prej na Planinski zvezi Slovenije, pa vsi alpinisti so rekli, kdo, kaj? Zdaj ste zvedeli, ja, ni alpinist, lepo se je popravil, je pripravnik, ampak nič ne de, ne. Tisto, kar počneš, ja, bi lahko bilo vredno kakšne diplome ali pa doktorata nasploh. Duško, mislim, tvoj dan je zelo zanimiv. Daj mi, recimo, opiši današnji dan, če sva se že dobila, pa sva se kar lovila. No, moram povedati, da sem posebej vesel, da sva se končno sestavila, ker sva se kar nekaj časa sestavljala za tale podcast,
pa sem rekel, za božjo voljo, kako ima človek, lahko toliko obveznosti, ampak zdaj povej še občestvu, kaj si recimo danes počel. Danes je bil zelo zanimiv dan, res zelo zanimiv dan. Zakaj točno, bom malo pozneje povedal, ampak dan se je začel v bistvu kar klasično. Zjutraj sem se zbudil okoli 8 ure, sem nekaj pojedel in vedno po zajtrku sledi pač prva aktivnost v dnevu, ki je bila danes kolo. Popolnoma sem imel 2 urci kolesa, tako da nič kaj zahtevnega. Glede na to, da sem zdaj po Tour de Franceu imel krajšo pauzo, da se zregeneriram in da pač naberem energijo, mentalno moč in pač vse skupaj, da si pripravim na novi izziv, ki je newyorški maraton, kar ti že veš in je čez 10 tednov, tako da priprave so uradno začele od včeraj. Tako da sem naredil kolo, skuhal kosilo, pol pa sem šel skupaj z punco in Borutom, trenerom in njegovo ženo na pijačo, ki je bilo tudi že kar nekaj časa planirano, da jih spoznam vse skupaj. Danes je prišlo do tega, da so se vsi skupaj spoznali, je bilo ful luštno. No, tista stvar, ki sem jo pa hotel povedati prej, pa sem rekel, da mi malo pozneje, pa je to, da sem se dobil z enim zelo dobrim prijateljem, Teotom. In je taka res nerealna, kako bi jaz temu rekel, zgodba je res wow. Zaradi tega, ker Teo je en izmed teh prijateljev, ki me tudi podpira od samega začetka, je v bistvu tudi umetnik za, rečemo, 90% mojih tatujev, ki jih imam na sebi. In Teo je res ena taka zlata oseba in jaz, ko sem letos po turu, mislim, da ko sem šel drugič ali tretjič na kolo, sem padel in sem se kar konkretno polomil in med tem padcem sem tudi uničil čelado in me je Teo vprašal oziroma mi je rekel, da ko kupim novo čelado, naj pridem do njega in da bom čelado unikatno porisala, tako da bom jaz še malo bolj unikaten. In sem rekel, da definitivno sem za in da hvala za to možnost, da bo pač on to umetniško obdelo, ampak sem rekel, da bo to prišlo komaj drugo leto v poštev, ker sem trenutno popolnoma brez denarja, ker sem pač vse skuril za vse moje projekte in sem rekel, da bo pač to drugo leto prišlo v poštev, ne. No in pol naslednji dan je Teo mene zjutraj klical, ne, in mi je rekel, da mi malo jutro pa dan polepša, je rekel, glej, ti bom jaz kupil to čelado, kot prijateljsko darilo za support in sem bil tak, ne morem tega sprejeti, ne, ker jaz sem pač taki človek, da ogromno dam, pa rad tudi dam, ne, ker se jaz dobro počutim med tem, ko nekomu pomagam, pa nekomu polepšam dan, ampak zelo težko sprejmem. Zaradi tega, ker se mi zdi to tako, ne vem, tako čudno, sem malo težko sprejmem, sploh pa kakšna taka velika darila, tako je Teo to za mene naredil, ne, ali pa na primer, ko že veš, kaj je Aljoša za mene naredil, ne, to so taka velika darila, da dobim solzne oke in mi kar dreveneti začne in srce mi razbija na polno in sem tako neizmerno hvaležen in počaščen za vse take ljudi, ki jih imam ob sebi v življenju, da sploh nimam besed, kako bi to drugače opisal. No in danes sem končno prišel do Teota in smo skupaj naročili čelado, zaradi tega, ker tisti isti dan sem jaz pol to nekako sprejel in pol je Teo rekel, glej, ti samo naroči, jaz ti bom dal denar za to, ko pa pride čelada, pa jo prinesi k meni, pa jo bom jaz pač porisal. No in v glavnem isti dan zvečer mi je Teo pisal, če sem jaz dejansko čelado naročil in sem rekel, da ne, ker pač nimam keša na kartici, ne. In je on rekel, daj pa mi vsaj povej, kako velikost imaš in ti bom jaz čelado naročil. In pol sem jaz to mu rekel in danes smo se dobili in je tudi mojo punco danes prvič spoznal in tako da je danes bil res 3000 dan. In smo skupaj končno to čelado naročili, tako da je zdaj res samo še vprašanje časa, kdaj bo čelada prišla, pa kdaj jo bo lahko Teo res naredil samo mojo unikatno, tako da bom še malo bolj prepoznal. Tako da to je bilo nekako to, ne, res nimam sploh besed, res tako, sploh v zadnjem letu se take lepe stvari dogajajo.
v krogu res najbližjih prijateljev, pa tako dobivam ogromno enega suporta in feedbacka od ljudi, kako so motivirani zaradi mene, ne vem, glede česarkoli, tudi ljudi, ko niso športniki, mi pišejo, da jih motiviram glede dela, glede, ne vem, drugih projektov, glede vsega in to mi daje res tako neko potrdilo, da nekaj delam prav v življenju in hkrati mi daje to tudi energijo, da vztrajam naprej, da nekaj dobro delam, da tudi jaz imam težke trenutke, ne, in ko imam te trenutke, še toliko bolj prijajo prav, kakšna taka sporočila in je to res nekaj zelo lepega začutno. Duško, si nekaj posebnega. Lej, ko sem jaz poznal, Hvala, Marko, cenim. Ja, res je nekaj posebnega, ja, pa sem govoril s tvojim trenerjem, pa je rekel, da si nekaj posebnega, pa s kakšnim človekom, ki te pozna prav tako, tako da očitno imaš nekaj, da ljudje, kot si sam rekel, ne, ti rad daješ, ti že sprejemaš, ampak mene so podučili včasih, ja, jaz sem tudi človek, ki težko sprejema darila, ampak kdaj je to tisto, kar moraš narediti, ker tudi človek na drugi strani želi s tem nekaj sporočiti, narediti in mu moraš to pustiti na način, ne? In ta pretok te energije, ne, je potem ključen, ne, kljub temu, da se ti mogoče počutiš nevrednega tistega darila, ampak je širša zgodba tukaj, tako da Duško, bravo, udarno sva začela, ampak morda, ljudje, ki ste spremljali na Instagramu, spoštovani, tam spodaj je link 7 Summit, 7 Years, to je handle, tag od Duškota Banjaca na Instagramu, če ga ne sledite, ga morate, mislim, jaz sem ga mal med njegovim Tour de Franceom, to, mislim, lahko porabiš približno toliko časa, da bi odpravil že kvaliteten trening, da vse z njegove storije pogledaš, ampak jih ne moreš nekaj gledati. To je kot TikTok, res, to je kot TikTok, se moraš pol to odvaditi. Res je zanimiv, pofollowajte, spremljajte, gledajte. Duško, mislim, res si, pa rekel, produktiven, kar se tega tiče socialnih omrežij. Delaš to sam na Instagramu, na storijih, na Reelsih, a delaš to mogoče še na kakšnem TikToku, kje drugje, ker jaz ne vem? Ne, v bistvu tudi na Instagramu je več ali manj so samo storiji. Ne vem, kdaj je bila nazadnje kakšna moja objava, mislim, da ne 2-3 leta nazaj, pa Reelsov tudi ne delam, moram priznati, ker slab za tem, zakaj točno, tudi je stvar neke debate, ampak pri objavah sem do zdaj bil kar tak strog sam do sebe in sem to, da vsaka moja objava, da ima neki pomen, da je tudi nekaj spisano za to objavo, da je to neki poseben dan ali pa dogodek ali pa uspeh v mojem življenju in sem mogoče zaradi tega malo padel ven za teh objav, ker me je enostavno čas prevozil, ker ne vem, kako bi rekel, uspehi so se dogajali, objave pa niso šle naprej in sem naenkrat zaostal in je pač ostalo pri tem, da sem, ne vem, 3-4 leta zadaj z objavami, ne, imam pa, ne vem, mislim, da 53,000 slik na telefonu, tako da materijala je več kot dovolj za objave, ampak nekako zaostajam za tem in še nikak nisem se spravil dalje k temu narediti. Tako da najbolj sem aktiven na Facebooku pa na Instagramu, realno bolj Instagram, ampak Facebook je sinhroniziran z Instagramom, tako da vse, kar objavljam na Instagramu, je tudi bolj sinhronizirano na Facebooku, več ali manj pa so to samo storiji. Tako da, dosti ljudi mi pravi, ja, pa ti si influencer, pa ti si, ne vem kaj, bloger ali bla, bla, bla. Jaz sam sebe ne gledam tako, jaz sebe gledam kot osebo, ki živi svoje življenje in deli svoje življenje. In med tem pač probam prenesti neko pozitivno sporočilo pač tem, ki me gledajo ali pa ki me suportajo, da pač vse, kar si v življenju zamislimo ali pa bi radi v življenju dosegli, vse je to možno, ampak ne smemo sami sebe limitirati in pač moramo samo imeti vizijo, kako bomo določeno stvar dosegli in samo vztrajati, nič drugega. Samo verjeti moraš v samega sebe, izključiti to limitacijo, da nekaj ne moreš ali pa da nisi sposoben ali pa da ti je nekdo rekel, ja, ti pa to ne moreš. Primer
koliko ljudi je reklo, da ta Tour de France ne bo ratalo, da je to nemogoče, da prevozimo, bla, bla, bla. Jaz imam samo eno stvar v glavi, sebe, kako vidim, da pridem iz Monaka v Nico, v finiš in da spijem tam pir in točno tako je bilo. Ne, in to skozi ponavljam, da treba slediti svojim sanjem in treba sanjati tudi visoko, ne sme nas biti strah, da postavimo previsoko cilje. Jaz imam naraje cilje tako visoko zastavljene, da ko grem spat, da ne morem spati, ker me je strah, če jih bom dejansko sposoben realizirati ali ne. In bolj, ko je cilj zahteven, bolj sem motiviran in bolj hrepenim potem, da ga realiziram. Mislim, ja, v tem Tour de France toliko govorijo zdaj, da pa marsikomu ni čisto jasno, čak te bo rekli, kdo pa je ta Duško, v kateri ekipi pa nastopa, kakšen Tour de France, a se zafrkavata neki, pa to itak tekaški podcast, čak, a ne, Robleku se je čisto sfrčkljalo zdaj, ampak ne, spoštovana publika, jaz tudi nisem vedel do Duškotovega projekta oziroma projekta njegove ekipe, več vas je bilo, to boš vse razložil, da obstaja pred uradnim Tour de France in dan predtem tudi dirka, rečemo rekreativna, tam pred tem, ki jo upravljajo rekreativci in nekateri opravijo celo. Zamislite si to. Prevoziti Tour de France en dan pred elito. Jaz sem zmer trdil, da bom nekoč pač odlafal olimpijski maraton na isti trasi en dan za olimpijci, eno letos bi ga lahko, recimo, ampak en dan pred vse tiste trase, ki jih potem Pogačar izvrtel, pa na koncu povlekel tisto rumeno majico, je Duško že naredil takole, pa klical pa je, Pogi, sorry, ampak v vinku boš pa pazil na pesek, tako naprej. Ampak daj mi zdaj, Duško, da ne bom jaz preč nakladal, razloži najprej, na kratko, kaj je ta projekt, pa kje za vraga si ga zvohal, ste ga zvohali in kako je vse skupaj potem steklo? Ja, dobro vprašanje, Marko. Začelo se vse skupaj lani na Martinovo, ko je Uroš Maček organiziral pri sebi doma, lahko rečem, piknik in povabo približno vse skupaj, mislim, da nas je bilo 20 ljudi in predstavil ta projekt. V bistvu meni ga je povedal, ko smo, mislim, da en teden predtem delala, ena nedelja ali sobota je bila in smo šla na dolgi tek, smo šla laufati in smo se pogovarjala malo, ne vem, Uroša tudi poznam zdaj že, mislim, da 4-5 let iz triatlona, je res vrhunski športnik, je tudi okoli 50 let star in še vedno nor, mlad po duši in takrat na tem dolgem teku je Uroš pač rekel, veš kaj, imam en hudi projekt, in tebi bi znal biti zanimiv, in jaz ni taki ko sem, jaz imam vedno za celo leto projekte naprej splanirane in da bi bilo karkoli odprto, da je kje čas za kaj novega, skoraj da ne prije pri meni v poštev, ampak ko mi je rekel idejo, da bi dejansko prevozili celi Tour de France, tako je ok, dobo, in sem bil tako, fuck, let's do it, to je to, Veš, kaj mislim, in pač je... Si se vrgel noter brez, da bi spraševal podrobnosti, si rekel, to je zame. Ja, kako mi je on to povedal, prva misel, kaj je bilo v moji glavi, je bila, kako zdaj moje stvari predstaviti, da to stavim noter, oziroma kam jih predstaviti, kako premakniti, da pač to rata. In prva je bila ideja, da ne bi letos odpeljali ta tur, ampak da bi ga predstavili na drugo leto. In pol je Maček dobro rekel, gled, zdaj je stvar sveža, štart je v Firencah, vprašanje, če še bo kdaj nam tako ugodno, pa tako blizu, plus tega, da letošnji Tour de France ima eno posebnost, da je prvi v zgodovini je bil konec tura nekje drugje kot v Parizu. In vsi ti nekako faktori so pol govorili za to, glej, letos ali pa pač verjetno ne bo nikoli več. In dejansko od teh 20, ki nas je bilo na tem sestanku, to je bilo recimo, da 10 parov, tako da 10 potencialnih kolesarov za ta tur, nas je nekako 5 bilo okvirno za to, da bi mi to probali.
nekako oddelati. Ne. No in pol na tisti večeri nam je on predstavil en film, ki se mu reče One Day Ahead. Mislim, da so se takrat Nizozemci, ali kaj so bili, ena ekipa je bila, 10 kolesarov je bilo, mes totalni rekreativci, tudi kakšni začetniki, eni bivši profesionalci in so se oni pač odločili, ne, da kot neko dobrodelno akcijo grejo tur prevoziti. In mi smo pol to pogledali, ne, in sem si mislil, gled, če so to ti loleki, ne, to prevozili, ne, pa ni šans, da mi ne bi to prevozili, ne. In pol je bilo en kup enih takih stvari noter v tem filmu pokazanih, ne, o katerih bomo mogoče pozneje govorila, ki so pol v samem turu, ne, se pokazali, ne, kot večja težava, kot pa samo kolesarjenje, ne. In to je na primer sama logistika, ne, pol bivanje na zelo malem prostoru z 8 moškimi, ne, in to, da si ti 24/7 neprestano vpet z nekom in dejansko nimaš sploh časa se malo umakniti, predelati, kaj se je sploh v dnevu zgodilo. Take stvari so bile pol bistveno bolj naporne, kot pa tista sama vožnja, ne. Pa daleč od tega, da je bila vožnja lahka, ne, ampak ja. No in gledam, pol je Maček to zgodbo celo predstavil in je rekel, da čujem, kdo je za, ne. In pol nekako je prišlo do tega, da je bil Uroš Maček, jaz, Uroš Čufer je Ljubljančan, pol je Damjan Zemljič, je tudi iz Maribora, pa Dušan Glajh je tudi iz Maribora. In smo mi nekako se odločili, dajmo to probati. Pol pa je bil spet problem, ne, kako zdaj to izpeljati, ne. In na internetu je, mislim, da Uroš pa Dušan, da sta našla, dejansko obstaja turistična agencija, ki organizira take stvari za tebe, ne. Se pravi, oni ti prevzamejo vso logistiko, ti si dejansko kot profesionalec samo voziš, pa ješ, tako, pa spiš. ne, in nimaš absolutno nič za razmišljati, kako boš druge stvari reševal, ne. In ta stvar je stala, mislim, da 15.000 evrov, ne, tako da to smo kar cancelali, smo rekli, okej, to ne pride v poštev, je predragi projekt. Pol smo našli eno slovensko agencijo, da se ne spomnim točno imena tega mladeniča, ki ima to kolesarsko turistično agencijo in on tudi organizira posamične etape ali pa trodnevne ali pa 5-dnevne izlete samega tura in pol je Uroš njega kontaktiral in me je rekel, ja, veš kaj, mi bi pa celi tur odpeljali, bi bilo to možno, ne? On je rekel, veš kaj, to je pa najbolj bizarna, najbolj nora, najbolj prizadeta ideja, kar sem jo kadarkoli v mojem življenju čul, ampak mi je všeč, ne. In če dejansko ste vi za to, ne, bi jaz bil zelo vesel, da vam lahko to ponudim, ne. In no, in pol je bil govor o tem in je on poslal neki predračun in je bila okvirna cena polovična od tega, kar smo ono prvotno našli, in nam je to še vedno bilo preveč. Ne? In tako da smo pol na koncu rekli, okej, gremo sami v logistiko, ne. Tu pa je pol bistveno več enega dela in planiranja in en kup enih stvari, ko si še dan danes sam ne predstavljam, pa še dan danes nisem čisto vse predelal, kaj se je na samem turu dogajalo, ampak je bilo ogromno tega, ne. In smo se odločili, ne, okej, gremo sami v logistiko, smo rentali en veliki avtodom, en camper, Kalifornijo, in je to načeloma bilo to. Pol zrihtali smo 2 šoferja, plačana, ki naju bosta suportala med samim turom in pol v bistvu koliko, en mesec pred odhodom smo še dobili 3. šofera, ki je bil v bistvu prostovoljec, je pa Janez Bohinc. In jaz še dan danes trdim, da če ne bi bilo Janeza, verjetno mi tega tura ne bi odpeljali, ker človek je pa bil najjačji suport, kar si ga lahko sploh želiš ali pa zamisliš. On je bil dejansko vsaki dan, celi dan z nami v avtu, nas spremljal. Ne vem, začeli smo, kak je v bistvu dan izgledal, ne, mi smo se zjutraj zbudili, smo se najedli, smo se pobasali v avto, smo se zapeljali na štart in pol ta camper se je vrnil nazaj v kamp, pomagal pospraviti vse skupaj in pol tisti avtodom plus camper sta se prestavila v naslednji kamp, ki je ponavadi bil, ne vem, tam 200, 300, 400 kilometrov oddaljen
Okay. Od trenutnega. No, in ta Janez, ne, pa je v bistvu celi dan ostal z nami. Ne. Se pravi, od štarta se on premaknil 5 kilometrov naprej, počakal, ker ponavadi, če so bili kakšni problemi, so bili v začetku. Pol pa po tem začetku, če je bilo vse ok, se on predstavil recimo 30 kilometrov naprej, nas spet počakal, smo ga prehiteli in pol mi smo imeli tako strategijo, da smo ponavadi na 50, 60, pa 100, pa 120 km imeli postaje. In takrat smo naredili eno malo daljšo pauzo in takrat je on nas čakal in je že šel v trgovino kupiti hladno pijačo, Coca-Colo, bagete, pršut, sir, vse, kar smo rabili, kar smo naročili, je on zrihtal, takrat, ko smo mi imeli pauzo, da smo imeli za jesti, za piti in dejansko bil celi dan z nami. Ne. In to sem, plus tega, da je on to prostovoljno dela. Kje pa se je javil? Koga je poznal? Kje ste ga našli? To pa je še bolj fascinantno, ne, ker ta Uroš Čufer je iz Ljubljane in on tega Janeza tudi pozna prek, mislim, da enega tretjega skupnega kolega in zgodba pa je bila taka, da je v bistvu od Uroša, tega Čuferja, žena klicala Janeza, ne, in rekla, joj, veš kaj, mene pa je malo strah za mojega Uroša, ne, pa mu je povedala, pač, kaj se je spravilo in to in je pol Janez rekel, veš kaj, ne, če so oni dovolj nori, ne, da grejo na en taki projekt, ne, jaz hočem biti del te zgodbe. In to je meni največji čar od vsega, ne, ker on je prepoznal, da se nam gre v bistvu za projekt, ki je višji od denarja, od slave, od vsega, ne, ampak je point bil v tem, da on je hotel biti del zgodbe. In to je meni bilo tako neizmerno všeč, da on ni iz denarja se pridružil, ne, tako ta prva dva šofera, ko smo najdli, ne, ona dva sta bila plačana, ne, za to, ne, da sta pač spremljala, suportala, ne, kar tudi ni nič sporno za tem, ne, to je bilo delo in mi smo rabili nekoga za to, ne. Ampak pri Janezu mi je bilo točno to še toliko bolj fascinantno, ne, ker on je že v penziji in je pač rekel, glej, sam je ljubiteljsko kolesar in on je videl to kot en wow projekt in je sam v štartu ni verjel, da nas sploh to rata, je pa rekel, če vam pa rata, pa hočem biti del te zgodbe, ne. In s tem me je že kupil. In tako da še dan danes res, Janez, če boš mogoče to poslušal ali pa gledal, hvala od srca, največja legenda si. Med samim turom me je tudi večkrat rešil, sem imel neke zaplete, pa sem dejansko bil na enem prelazu na 2000 metrov, deževalo je, premražen sem bil, živčni zlom sem dobil in je Janez 45 minut z mano plašč na kolesu pa zračnico menjavo že drugič in nama je ratalo in sem bil tako, res, Janez, brez tebe, jaz verjetno ne bi bil punca tega tura, ali pa bi ga verjetno mogel skrajšati, tako pa sem ga, hvala Bogu, v celoti uspel odpeljati, ne. Zdaj sem že malo odšel iz poti, da se vrnem nazaj, ne, k sami logistiki. No, in ko smo mi dejansko rezervirali ta avtodom pa ta kemper, je bilo to načeloma to šofera, dva smo najdli, Uroš pa Dušan sta bila zadolžena, v bistvu vseh 15 je bilo zadolženo, da vsak en del teh kempov rezervira, ampak jaz nisem najbolj veš v tem in sta na koncu to Uroš pa Dušan naredila, tako da svaka čast tudi za organizacijo teh kempov, to verjamem, da tudi ni bilo lahko, ker v tem obdobju tura je Francija res ena velika norišnica in to je vse razprodano, apartmajev, hotelov, tega praktično ni za dobiti, tako da tudi kempi so polni, ampak nam je ratalo kempe dobiti, tako da to je nekako to, no. Pol pa je prišel dan in smo dejansko šli na tur, ne. Pol se je pa začela dogodivščina, ne. Mislim, norišnica. Si predstavljal organizacijo že prej, se pravi, to imaš 21 dni, se pravi, ste mogli dobiti vsaj 20 kempov, si predstavljam vsak dan nekje, pa ne predaleč od cilja tiste etape, si predstavljam, da se niste vozakali, čeprav ste se najbrž tudi morali. Glede na to, da trasa je bila najbrž prej objavljena, ali kako, kje ste na spletni strani, a so bili tudi kakšni GPX-i,
Tako. So bili, se pravi, ti lahko snameš vsako etapo iz spleta in jo prevoziš kadarkoli pravzaprav bi jo želel. Je pa to pravočasno objavljeno, da ste vi tudi imeli te podatke že, ne vem, mesec, dva prej ali že več. Mi smo imeli te podatke že dejansko na sami večeri, ko se je zgodba začela o tem pogovarjati. Ne. Že pol leta prej, v bistvu že več. Tako, ne. Sicer mislim, da mesec dni pred samim turom so te podatke spremenili, so jih malo ublažili. Ne, prvotno je bil tur še bolj nor, kot je dejansko bil, ne, še bolj zahteven, tako da so pol malo updatali to, pa malo višince zreducirali, ne, kilometri pa mislim, da so tu enaki ostali, ampak višince so malo zmanjšali. Tako da vse te podatke smo mi že imeli prej in tudi iz teh podatkov smo mi sistematično trenirali za ta tur, ne. Ker ko si pogledaš, na primer, te kraljeve etape, ko so 200-210 km, pa skoraj 5000 metrov višincev, ne, to je vrejo enkrat v življenju odpeljati, preden to odpelješ recimo 17. dan. Tako da, kar se tega tiče, je bilo res super, da smo imeli te podatke in meni je na primer to zelo pomagalo, zaradi tega, ker jaz sem se točno v glavi zložil. Jaz sem vedel, ok, primer, ne. Prvi 3 dnevi na turu bojo hudo težki, pol boš imel lažji dan, boš malo prišel k sebi, pol bo kronometer, je praktično prost dan, ne, ker mi kronometer nismo tekmovali in je kratka etapa, je za nas bila v bistvu 1 uro razpeljava, pol boš imel spet 2 težka dneva, pol pa je že itak prvi prost dan. Pol se zregeneriraš, ne, in jaz sem si sistematično, ne, sestavil vse v glavi, tu ti bo težko, tu boš imel malo krizo, pol boš prišel spet k sebi, pol je že drugi teden, pol si že itak tak dal, več ne pride v poštev, da ne dokončaš, ne, ali pa da odstopiš, ne. In tako sem si jaz nekako to vse skupaj zložil v glavi, no. Tako da je bilo res vrhunsko, no. Preden greva, deva povzeti številke, celoten tur traja 3 tedne, koliko kilometrov mišiljcev je v globalu skupaj? Uradno na strani piše, da je 3500 kilometrov pa 50.000 metrov višinske razlike. Jaz zdaj še točno številke nisem skupaj potegnil, ampak po moji neki okvirni kalkulaciji mislim, da smo naredili enih 100 kilometrov več, zaradi tega, ker se je večkrat zgodilo, da smo zašli iz poti in pol se moraš vrniti in nadaljevati in pol na koncu namesto 200 kilometrov si naredil 210 ali pa 215, ne. Hvala Bogu, se to nikoli ni zgodilo z nobenim klancem, ne, tako da višincev nekaj več ni bilo, ampak tudi mislim, da je višincev bilo 52.000 metrov višinske razlike, ja, vse skupaj, tako da, ja. Kako se pripraviš na to? Zdaj tako rečem, ti si, bom rekel, izurjen športnik na več področjih, vsi ste najbrž, ne, bili izkušeni kolesarji, ampak ti se moraš, ne vem, začel si se pripravljati že zgodaj, najbrž v letu, pol leta si se pripravljal, boš povedal, kako se pripraviš na to, si jahaš svojega konjička karbonskega praktično vsak dan, kuliš potem za vikende neke dolge etape, klance iščeš, kako zgleda, koliko, pa tako rečeva, kilometrov, višincev si pa naredil, bom rekel, v pripravljalnem obdobju, pa ostali tudi na vse zadnje. Zdaj, ko se je sama zgodba začela, ne, z to večerjo in z tem dogovorom, ok, dajmo to narediti, sem jaz imel en problem in to je ta, da sem že imel planiran na 2 maratona za letos, ne. Na enem smo že bili skupaj, to je Boston, drugi pa je zdaj 3. novembra pa je New York, ne. In jaz nikakor nisem hotel to cancelati, oziroma da pač se ne teh 2 maratonov udeležil in problem pa je nastal tu glede priprav, ker jaz sem imel predtem že rezerviran 1 mesec v Keniji priprave oziroma 35 dni in se je pol nekaj zalomilo in bilo na koncu 30 dni. In tako da sem jaz v bistvu za tur začel trenirati šele, ko sem prišel iz Bostona, to pa je bilo aprila. Teda sem imel dobra 2,5 meseca, sem jaz imel priprav za tur
Je pa res, da zdaj koliko enih, rečemo, 6-7 let se ukvarjam rekreativno z triatlonom, tako da je tek pa kolo v bistvu nekako moj vsakdanjik, oziroma v tednu bi rekel, da je 90% mojih treningov so sestavljeni iz teka pa kolesa, tako da je to nekako skozi pri meni prisotno. Je pa res, da v Keniji en mesec sem bil popolnoma brez kolesa, pa tudi prišel v bistvu iz Kenije, iz priprav, šel na Dunaj na en polovični maraton, ki je bila mišljena kot trening tekma za Boston, in po tej tekmi, tam sem osebnega laufal, in po tej tekmi pa je bilo dejansko konec. Po tej tekmi sem se jaz poškodoval in sem imel eno kronično vnetje v kolku in to se mi je vleklo, mislim, da mesec pa pol. Res, in dejansko vse te priprave, skoraj kar sem v Keniji res trpel, ja, so praktično so šle v nič, no. Smo probali pol tudi neki prilagojen program trenirati naprej skozi bolečino, ampak dejansko ni bilo nič boljše. Bolj se je nekako stanje rahlo popravilo, smo naredili prvi en konkreten resen trening, se je vse skupaj še bolj razbolelo, tako da mi praktično ni nič pomagalo. Pol smo v planu še ene dodatne priprave na Kanarskih 3 tedne in sem dejansko šel poškodovan na te priprave in sem prvih 5 dni na teh pripravah dobesedno samo ležal, nič nisem mogel delati, nič nisem mogel trenirati in to je bilo psihološko tako naporno za mene. Istočasno sem imel neke zdravstvene težave v družini z očetom, z mamo, z teto, posledično tudi z babico in vse skupaj je bilo samo nasičeno in en kup enega stresa, ki na eni točki več nisem vedel, kako ga naj sploh predelam in če sploh še vidim kakršnokoli rešitev v vsem tem kaosu, no. No in pol sem taki, ko sem jaz pač pravim, v vsem temnem tu je eno kanček, ene svetle lučke najti in sem najdel eno pikico, ki se sveti in sem se je primal in jo nisem spustil in sem začel spet graditi jovo na novo na sebi in na svoji mentalnosti in pol se je vse malo po malo začelo odvijati na boljše, do te točke, da sem uspel Boston maraton prelaufati. Sicer z kar hudimi težavami, ni ne vem kaki čas bil, ampak sem od srca hvaležen pa zadovoljen pa presrečen, da sem sploh imel možnost biti na enem od najstarejših, če ne najstarejši maraton. Definitivno, tako je. Najstarejši maraton na svetu in biti del te zgodbe in seveda z tabo pa s celotno slovensko ekipo in hkrati pa je tudi prišlo do tega, da me lahko oče spremljal na tem maratonu in sem bil res nepopisljivo hvaležen za to izkušnjo, no. No in pol, ko sem se vrnil iz Bostona, pa so se dejansko začele priprave za tur. Skupaj z Borutom, z trenerom, smo nekako okvirno rekla, kako bi naj to približno izgledalo, da bi vseeno kljub temu 2-krat do 3-krat na teden še vedno laufal, zaradi tega, ker po Tour de France sledi maraton v New Yorku in zdaj, če bom samo kolesaril in ne bom laufal, to bi bilo praktično pol 3-4 mesece brez teka, to ne pride v poštev, ker pol bi že skoraj tako izgledalo, da se mogel na novo učiti laufati in smo tako nekako zastavili plan, da bom 3-krat na teden laufal, pa 5-krat ali pa 6-krat na teden kolesaril, plus 2-krat na teden bom šel v fitness. In to so bile neke okvirne številke, pol pa je to vse skupaj Borut zavil v celofan, v folijo in je nastal program, ki je trajal, če se ne motim, 8 ali 10 tednov. In ta program, glede na to, da sem bil poškodovan, pa da nisem imel nekako bazo, tudi ne kolesarsko, je bil tako progresivno nastavljen. In skupaj tudi z ostalimi, večino časa, ki sem ga pretreniral, sem ga dejansko sam, zaradi tega, ker je bilo tudi težko najti nekoga, ki je bil pripravljen iti vsak dan za 100 ali pa 150 kilometrov na kolo. Za vikend si še najdu koga med tednom, pa definitivno ne, tako da sem praktično, jaz bi rekel, 90% vseh treningov sem opravil sam.
sem pa tiste ključne, težke treninge opravil skupaj z Urošom Mačkom, z Dušanom, pa z še enim kolesarom, ki je bil prvi teden tura z nami, in to pa je Mitja Kit. In Mitja je bil tudi več ali manj skozi na teh dolgih kolesih, ki smo jih izvajali za vikend z nami, in je super trening partner, tako ostala dva Uroš in Dušan. Kako je to izgledalo v praksi? Kot sem že rekel, imel sem dva teka, ki sta ponavadi bila izteka, 10-kilometrska izteka. Enkrat na teden sem tekel intervale, različno, ne vem, 10x Jurija, 5x2, 4x3, klasika, ne, pač te klasične maratonske treninge. Pol pa še kolo, ne, pri kolesu pa je bilo tako, dvakrat na teden sem naredil fitness, pri kolesu pa je bilo tako, ne, da sem praktično skoraj vsaki dan bil na kolesu, ne. Mislim, da je samo en dan v tednu bil, ko nisem bil na kolesu, in jaz sem dejansko tudi to, kaj je trener napisal, se mi je vedno zdelo tako, mogoče še pikico premalo, da še malo dodaj, ne. Če je pisalo 3 ure, ne, pa sem jaz vedel, ok, to niti ni 100 kilometrov, ne, sem naredil 3,5 ure, da sem te imel 100 kilometrov, pa vsaj Jurija Višinca. In to sem si zastavil kot neko osnovo, ne. 3,5 ure, 100 kilometrov, pa dobrih 1200 metrov Višinca, to mora biti, manj od tega ne greš na kolo. Ne, ko greš na kolo, je to minimum. Pišite si, draga publika, pišite si zdaj, evo, zdaj polovica jih bo nehala kolesariti, kar si zdaj rekel. No, in ko sem si to zastavil v glavo, sem se tudi psihološko na to pripravil, ne, da pač, ne vem, oni easy bike je pač 3,5 ure, ne glede na to, koliko se to zdi nekomu dolgo, ne, to je pač neka osnova bila, ne. Pol pa za vikend pa sem ponavadi naredil tako strukturirano, da je bilo, na primer, v petek, da je bilo 150 kilometrov, pol v soboto je bilo recimo 180 ali pa 200, pa pol v nedeljo je bilo spet 150. Tako da sem imel 3 dni zaporedoma povezane, da je bilo, ne vem, petek recimo 5-6 ur, pol v soboto je bilo, ne vem, 7-8 ur kolesa, pa pol v nedeljo spet 5-6 ur kolesa, ne. Tako da približno probaš dobiti občutek, kako bo to izgledalo na turo, ko bo vsaki dan, ne vem, med 6 pa 9 ur kolesa, ne. In ko sem to, taki vikend, ko sem oddelal, pa sem dejansko bil mentalno pa fizično, ok, ponedeljek jaz, da bi lahko ponovil, na primer, isto kolo, kot sem ga včeraj naredil, pol sem že sam v sebe začel verjeti, ok, pripravljen si fizično, psihično, psihološko, imaš to, ne, to bo šlo, ne. Veš, in tako nekako je približno so te priprave izgledale. To je približno tako, zdaj si povedal, kot da bi šel na maraton, ali pa ne, to je približno tako, kot da bi šel, enkrat sem bil na večdnevnem ultramaratonu, pa sem se tudi pripravljal, recimo, to so bile 3-4 etape po 60 km zapored, kako se pripravljaš za to, tako da tečeš vsak dan, urico 2, za vikend narediš 50, in to, ne, ampak ti si zdaj tako rekel, kot da bi v petek naredil 40, soboto 55, v nedeljo 45, v ponedeljek pa bi rekel, kaj ne, še ne 40. Točno tako. Ampak res ne, s tako pripravo, ja, pa svojo, vendarle tvojo, večletno, tvojim zicledrom, pa s kolesom in tako naprej, fizična priprava je bila, poškodovan nisi bil, zdrav si bil, zdaj, kaj je vse lahko še narobe, recimo, najprej marsikaj, lahko bi zbolel, lahko bi, ne vem, se poškodoval, kot si se zadnjič, ne, lahko bi, ne vem, na drugi etapi polomil kolo, kaj pa zdaj, ne, pa se ga ne da popraviti. Mislim, sigurno ste imeli scenarije, sam pri sebi si jih imel, pa tudi ekipa kot taka, da ste predvidevali, moče nepričakovano, kaj pa če, ne vem, ne? Kaj pa če se kaj zgodi, kaj pa potem, kako odreagirati. Da si ti to premlel, te je to obremenjevalo mogoče, ali ste imeli vse pošlihtano, ker kar si mi v fizični pripravi govoril, tle si bil, mislim, težko bi še treniral boljšno, si predstavljam. Ja, tako si rekel, glih to se je zgodilo, ne, mislim, da je bilo 2 tedna pred turom, sem jaz dejansko prvič v življenju padel s kolesom, ne, točno to, ne, in pol smo vsi tako nekako rekli, ja, pa hvala Bogu se je pred turom zgodilo in se ni na turu zgodilo, ne, in pol sem jaz to tudi nekako tako sprejel,
V štartu sem bil nekako jezen, pa sem se počutil nekako krivega, da se mi je to zgodilo, kao sam si kriv, da se ti je to zgodilo. Prvo sem nekako to sprejel, pa sem rekel, gledaj, jaz vedno pravim, moj svet vedno poskrbi zame, ne. In mogoče je bil to znak, da pač tur se bliža, ne, daj kako prestavo nižje, dovolj si treniral, dobro si treniral, ne, zdaj se dobro zregeneriraj, generalno se spoči, pa boš na turu pokazal, ne, to, kaj si delal, ne, in kar si dejansko natreniral, ne. In tako je tudi bilo, ne, kljub temu, da sem padel takrat s kolesom, pa sem se kar fejst oddrgnil, nisem, hvala Bogu, imel nič polomljeno ali pa kako hujšo poškodbo, ampak sem pa dejansko kar bil olupan po kura, po domače povedano, no. Ampak sem se kar hitro pocelil in sem kljub temu, da sem bil poškodovan, sem ostal v samem trening procesu, držal sem se plana do zadnjega dneva, realiziral sem čisto vsaki trening, ko je bil po planu, plus kaki dodatni trening ali pa dodatni kilometer, tako da kar se tega tiče, res ni bilo dvoma. Kar se pa tiče možnih scenarijev na turu, pa smo predebatirali kar nekaj o tem, ne, smo tudi na primer imeli dva rezervna kolesa zraven zaradi glih možnih scenarijev, ki so se na koncu izkazala, da so ključnega pomena bila, ne. Jaz sam, hvala Bogu, nisem imel nobenih bi rekel, večjih tehničnih težav z mojim kolesom, prav tako ne Uroš pa Dušan. Ona dva sta v bistvu edina od nas 5, ki sta prevozila celoten tur, brez da bi zamenjala eno zračnico ali pa da bi bilo kakšne okvare z kolesom. Tako da vsaka čast šoferoma, bi jaz rekel, ne, da sta to tako brezhibno izpeljala. Jaz sem imel, mislim, da vse skupaj 3 gumi defekte, pa en plast sem menjal, drugače pa tudi nobenih tehničnih težav z kolesom. Vse pa je kar zakompliciralo recimo pri Urošu Čuferu pa pri Damjanu, tam pa je bilo kar nekaj teh zapletov, ne. Damjan je na primer imel praktično novo kolo in to so bile te, kako pravijo to v kolesarskem žargonu, ne, novorojene napake, ne, ko še kolo ni uležano in ni dovolj, kako bi rekel, Peljano, okej. Tako, ne, in pol so pač neke težave začele nastajati, ne, in so, ne vem, na felni so špici pokali, prvo sprednja felna, pol zadnja felna, pol je, ne vem, skozi je bilo v glavi nekaj, ne, in hvala Bogu smo imeli res 2 rezervna kolesa, tako da se je to pol konstantno menjavalo, ne, pol Uroš je imel z gonilko težave, je dejansko gonilka razpadla, ne, in to je po takem turu, ne, po toliko kilometrov, ne, bi bilo skoraj za pričakovati, da bojo taki problemi nastali, ne. Kar se nekih padcev tiče, smo imeli 2 padca, na žalost ali pa na srečo je oba dva Uroš Čufer pobral brez nekih večjih poškodb, ampak on je normo za nas 5 izpolnil, ne. Prvič, ne vem, kdaj je bilo točno, jaz sem bil pri obeh padcih prisoten. Prvič, ko je padel, smo bila sama, smo spet v nekem mestu. Problem je nastal pri teh navigacijah, ko smo imeli naložene na teh Garmin napravah, da dostikrat je sama trasa vozila čez kakšne enosmerne ceste in tam dejansko nisi mogel za kolesom skozi in si mogel iti nekje okoli. In ali pa tudi kaki del je bil po, ne vem, po dirkališču, po F1 progi, po avtocesti in tam dejansko nisi imel izbire in si mogel to nekje okoli obvoziti, ne, tako da če ne vem, je nekomu v veselje, da nismo točno čisto vsakega metra odpeljali, ne, moram priznati, nismo ga, ne. Ja, pač ne moreš v bistvu, ja, dejansko nemogoče je, ne. Tudi punce te, ki so delale ta isti projekt, ne, tudi one niso, ne, čisto vsakega metra odpeljali. Ampak vse to, kar je bilo dejansko možno, pa smo odpeljali, ne. Pa tudi dostikrat smo po enosmernih ulicah vozili, ne, nasproti avtom, ne, ampak
ja, ne, kar se je le dalo, smo. No in pri Urošu je bilo tako, spet smo prišli v neko mesto, smo malo zalutali, tam je bila neka povorka, je bilo en kup enih kolesarov, nas je vala euforija prevzela, smo se pridružili onim kolesarjem in oni vala niso vozili po trasi, ne, od tura, ne, ampak so nekako imeli kot neki kolesarski, ne vem, dogodek in so bili z temi oldtimerji in so se vozili. In pol smo mi z Urošom skapirali, da smo pač ostala sama in da moramo se vrniti nazaj na traso. In Uroš je nekaj gledal na telefon in je zapeljal pločnik in je v bistvu naredil salto čez tisti pločnik, kolo odletelo, se je pobral, je rekel, nič bredu, pejma mi dva, ne. In jaz bi Uroš, nisi verjel, polomilo te salto, si naredil počakaj, umiri, vse prvo 5 minut si daj, da se zložiš malo. Ne, vredo sem. Vse otip nazaj na kolo in smo šla naprej, ne. Tako da to je bilo prvič, drugič pa sem dejansko, nas je bilo malo več zraven, pa je bil pred mano, nekaj v mestu smo bili, nekaj je gledal na Garmina, jaz sem pa v tem videl, da avto pred nami dejansko že stoji in da ima vklopljen levi smernik, ne. In v tistem, kako sem se jaz zadrl, sem rekel pač, Uroš, pazi, kak je on pogledal, navzgor je že bil v avto noter, ne. In je spet padel čez avto, se je skotalil, spet kot da nič ni bilo, se je vstal, vredo, sem gremo naprej. Tako da, hvala Bogu, res, Spiderman. hujših težav, ne, sicer pol je bil celi plavi po rebrah, pa po roki, pa malo zatečen, ampak Uroš pravi, da ni bilo tako hudo. Tako da, kar se padcev tiče, je bilo to je normo pobral Uroš, tehnične težave, tako sem rekel, tudi ni bilo nekaj jih pretirano, so pa znale to kar nagajati, no. Kaki dan bil, ko, ne vem, smo bili 5 ur na kolesu, pa nismo 50 kilometrov prevozili, ker je bilo konstantno nekaj. Te je prvi imel gumi defekt. Se peljemo 3 kilometre naprej, je imel drugi gumi defekt. Se peljemo še, ne vem, 5 kilometrov naprej, je enemu felna, so ti špici popokali, smo mogli felno menjavati. Pol se peljemo naprej, je imel tisti, ko je imel prvi gumi defekt, je že imel drugič gumi defekt, ne. In to ni šlo nikamor, ne, in to že rahlo postane živčen in več ne veš, kako bomo sploh danes etapo odpeljali, ker nikak ni šlo in ni šlo in ni šlo, ne. Ampak pol na koncu se je vse nekako izšlo, včasih je malo dlje trajalo, včasih manj. So kake etape bile, ko so šle tudi ultra gladko skozi, ne, da brez praktično nekih večjih postankov. En kup enih stvari je, ki še danes nekako zlagam v svoji glavi, pa probam iti čez dejansko celoten tur, pa podoživeče to za nazaj, pa predelati, ampak je tak en kup enih stvari, da še zdaj nisem vsega predelal, ne, in verjetno še bom rabil nekaj časa, ampak ja, se počasi že zdaj so se stvari vlegle, pa imam boljši pregled nad celotnim turom, no. Si predstavljam, razmišljam o tem, no, vas je bilo 5, ne, rekel si 5 ljudi, pa vsak svoje težave, pa zadeve, rekel, eksponentno ratujejo naporne, ampak po drugi strani je bilo pa najbrž tudi kakšna prednost, da vas je bilo več, oziroma če bi šel sam na kaj takega, tudi spremljevalno ekipo, bi bila zadeva dokaj precej bolj dolgočasna, nemotivirajoča in podobno. Povej mi, no, dejansko neka dinamika je bila, ta team spirit je obstajal in to je tudi vse skupaj vleklo naprej, ali po drugi strani ste si šli kdaj tudi toliko na živce, da si rekel, če bi bil sam, pa bi imel svojega šoferja, bi tole naredil za šalo, ne pa da vas gledam stari parcije. Čisto odkrito, dejansko je bilo od vsega po nekaj. Ampak kot ekipa smo vedno ostali skupaj in vedno smo bili drug za drugega tu, ko je bilo kdo od članov ekipe to rabo, smo ostali vsi skupaj. Smo pa se večkrat razčlenili po recimo 2 pa 3 ali pa na primer vse klance, ne, smo vozili vsak svoj tempo.
ker se veš, v klanec različno pripravljeni smo. Zdaj, če jaz toliko počasneje vozim, se jaz bolj mučim, če nekdo, moj tempo vozi, se on bolj muči in na klance smo imeli itak vnaprej dogovor, da se peljemo vsak svoj tempo in je to. Na vrhu klanca se vedno počakamo in pol nadaljujemo skupaj. Tako da, kar se tiče klanca, je bilo to. Kar se tiče ravnine, je bilo tako, da smo imeli okvirno zmenjeni, da tisti, ki spredaj vozijo okvirno 200 vatov, tako da je še vsem od zadaj je to udobno. To je večkrat bilo tako, da je bilo tudi 250 vatov, ko si sprej vozil, ali pa tudi 300 vatov, odvisno kako si se kjer dan počutil, ali pa kak je veter pihal, včasih, ko je letelo, smo tišali, pa smo tudi 50 leteli po cesti, ampak načeloma so, kako bi rekel, so bili to neki interni okvirni dogovori, katere smo se probali držati. Kar se Team Spirita tiče, smo bili res, jaz lahko rečem, da boljšo ekipo si ne mogel predstavljati, ker smo bili res zelo enotni, ampak tega, kar sem na začetku že povedal, to, ko ti živiš dejansko z 8 moškimi na 15 kvadratih, 25 dni, 24/7, neprestano skupaj, postane malo napeto. Bom se tako izrazil. In utrujen si, pod naporom si, nimaš časa predelati stvari, nimaš časa se umakniti, biti sam s sabo, sam v svoji tišini, sam s sabo, se zmeni določenih stvari, ampak si v nekem tempu in to je bil taki neprestani vagon in vmes sem si že mislil, da sem v nekem lupu ujet, ki ga ni konca in dostikrat se mi je zgodilo, da smo bili, primer, danes etapa, drugi dan pa sem se vozil, pa sem bil 300 kilometrov stran in sem imel v glavi, da se po isti trasi vozim. Pa tu smo včeraj šli mimo, pa to sem včeraj bil, pa to je bilo prevčeraj. Déjà vu, ja. Ja, in dejansko je tako, in dosti je te pokrajine, ki se voziš dejansko med poli in dejansko zelo podobno zgleda. Tako da to je bilo res tako zelo zanimivo. Naprimer, je bil tudi kaki dan, ko sem se jaz odločil, primer bom dal, etapa je bila dolga 160 kilometrov, pa 1500 metrov višinske razlike, zatem pa sta sledila 2 težka dneva. In se je pač ekipa odločila, da bo to etapo prevozila z skupino teh punc. Je bilo več ekip, eno ekipo punc večkrat omenjaš, je bilo tudi, da je bilo še več ekip, ki so se to šle, a ste bili vi edini 2 ekipi, za kateri veš, ali? Glih to sem hotel zdaj definirati. Izvoli. Dejansko isti projekt, kot smo ga mi delali, so še delali Nizozemci, jih je bilo 10, tako da nas 5 Slovencev, teh 10 Nizozemcev, pol je bilo 3 Mehičani so bili, 2 fanta pa 1 punca, in pa teh 10 francoskin, in pri teh 10 puncah je še bil en solo Francoz. Tako da vse skupaj nas je bilo 29, ki smo delali identični projekt. Jaz sem v samih predpripravah, pa ko je bil govor o tem projektu, jaz sem si predstavljal to letno, ne vem koliko stotine ljudi se loti to in to bo masa, to bo peleton, to smo mi peljali, pa ni bilo tako, niti približno ni bilo tako. In na koncu se je izkazalo, da od vseh teh ekip je naša slovenska zasedba še bila nekako najboljše pripravljena. Pa ne zdaj, da se hvalim, ampak to je dejanska realnost. Nas je bilo 5 in mi smo ponavadi zadnji štartali v dnevu etapo, pa ponavadi prvi jo končali. Te punce, mislim, kapo dol, to je v bistvu ena francoska organizacija, ki traja zdaj že 10 let zaporedoma, punce vozijo Tour de France. Ta projekt vodi en Francoz z svojo ženo
in to že delata 10 let zapored in oba dva tudi sama vozita vsako leto celoten Tour de France in ona dva sta dejansko pripeljala punce do tega, da imajo pač svoj ta Tour de France in da pač to vozijo, ne. In oni vsako leto med ne vem koliko punc in nekako sortirajo in izberejo 10 punc, ne, s katerimi se bojo skupaj pač lotili tega projekta, ne. In zanimivost mi je še to, ne, kako so skozi sam tur, ne, punce tudi napredovale, ne. Mi smo, mislim, da drugi ali tretji dan smo jih srečali na štartu etape, ne, in pol valjda, ne, so vsi rekli, ja, pa dajmo se z njimi peljati, to bo ful fajn, bla, 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 ne. Rekel, da, no, nisem prišel sem Francije, da sem šlepal tu z nekimi babami, ne. In jaz sem od štarta sem bil ful proti temu, ne. Ker jaz sem pač človek, ko si rad, ne vem, sam zaslužim stvari in nimam rad, da mi nekdo preveč pomaga pri tem, ne. Ampak tisti prvi dan sem jaz tudi bil, ja, valjda, dajmo se malo skupaj peljati, če ne drugam, pač spredaj vleko celotno grupo, pa je to. In nič, se mi odpravimo, začnemo to voziti in so dejansko v štartu so se punce tam 25-26 na uro vozile, ne. Kar pomeni, da v sami grupi noter, ne, če si bil neki vmes ali pa od zadaj, niti 100 vatov nisi obračal, kar je meni bilo čisti zamor, ne, jaz mislil, da bom zaspal na kolesu. Ampak pol smo, ne vem, so nekako vsi rekli, ja, pa dajmo se še malo peljati, pa bla, 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 ampak pol tam po 1 uri pa pol so vsi rekli, ja, to pač ne gre nikamor, ne, gremo za sebe, ne, in pol, ko so imeli punce prvi postanek, smo mi nadaljevali sami, ne. Točno to, ne. No, in pol je, da se vrnem nazaj, ne, pol je bila, ne, mislim, da 16. ali katera etapa, ali še prej, mislim, da 15. etapa in so pač oni rekli, ne, ker punce so bolj tudi napredovale, ne, je pol že to nekako zgledalo, so se pol 33, 34, 35 na uro vozile, ne, in če si bil dejansko spredaj v grupi, ne, si lahko komod 200-220 vatov obračal in so punce za tabo vozile, brez problema, ne. Tako da to je že res očiten progres bil, ne. Natrenirali so v bistvu, z dneva v dan so imeli. Točno to, ne, kak je tur trajal, ne, se je tudi njim forma dvignila, tudi nam se je, ne. Ampak pri puncah je bilo to res dosti bolj očitno, ne. Pol na tej etapi, kot pravim, ne, 15. so oni rekli, ja, glej, 2 težka dneva imamo, glej, punce so napredovale, dajmo biti z njimi, ne, pa se tam malo podružiti, pa si res v easy dan vzeti, ne. In jaz pač taki, ko sem, ne, jaz sem pač rekel, glej, to za mene najprej poštev, ker jaz sem prišel sem, da si to sam prislužim in da to samo delam z mojo ekipo ali pa pač sam. In nisem prišel sem, da me pač babe pošlepajo, ne. Na koncu, ne, je bilo tako, da sem jaz tisti dan, celi dan sam odpeljal, ne, se pravi, sem celotno etapo sam odpeljal, ne, kar je po eni strani bilo tudi odlično, zaradi tega, ker sem končno imel 6 ur časa biti sam s sabo. Ali pa 5 pa pol ur, se ni važno, to ti je manjkalo že prej, hočeš reči. Točno to, ne, točno to, ne, in sem bil sam v svoji tišini, sam s sabo sem bil, sam sebi sem lahko prisluhnil, kaj se v moji glavi dogaja, kaj se z mano dogaja, kako jaz sploh procesiram celoten tur, da sem res par stvari predelal in sem res užival v tem solo rajdu, ne. Oni na drugi strani, ne, pa so spet, ne, mogoče enih 6 kilometrov naredili s puncami, ne, pol so pa spet celo etapo sami odpeljali, ne, tako da, če bi vedel to, bi lahko verjetno, ne, tudi za svojo ekipo odpeljal, ampak kot sem rekel, ne, mi je pasalo biti sam, ne. Super. Tako da je bilo res vrhunsko, no. Ti Mehičani pa so bila v bistvu 2, moška pa ena punca in ta punca so tudi, v bistvu vseh nas 29 je uspešno zaključilo projekt. 100% izkupiček, to mislim. Ja. Ok, imeli ste pač itak neprimerno več časa, jasno vsak dan cel dan, ampak si predstavljam vseeno, ne, da kdaj pa je bilo tako naporno zvečer, da si se zvalil z tistega sedeža, ne, da ti je zadnja plat utripala, ne, kot policijska lučka in si rekel,
ali treba to, a ne, a si še rabim pudrati, rekel, svojo rit, pa še enkrat več jesti te makarone z bolonsko, pa zjutraj vstati vas polomljen, a ne, pa najprej bruhati od tega, ker bom mogel spet 200 km kolesariti. Mislim, prej si že omenil eno etapo, ko si izgubljal živce na prelazu v dežju, ampak a je bil kdaj dvom pri tebi v celotnih 3 tednih, bom rekel, črviček dvoma, tole ne bo šlo, jaz ne morem več, dost pospravim kolo, pa se naložim v tisti kombi, pa se z Janezom pač raj vozim, ne, pa kakšen pir spijem vmes v to. Ja, to sem hotel preden ti odgovoril. Hotel sem samo še to dodati, da pri tej mehiški ekipi, ko sta bila 2 moška, pa ta ena punca, dejansko ta punca je bila prva punca iz Mehike, ki je prevozila Tour de France, tako da tudi tu en aplavz, res čestitke. Kar se pa tiče tega psihološkega dela, dejansko jaz sem imel samo en dan taki, ko sem res podvomil, če bo to šlo skozi, in to je bil točno ta dan, ki je bil, gorska etapa je bila dolga 150 km pa 4400 metrov višincev, ali 160 km pa 4400 višincev, in naslednji dan zatem pa je bila ta kraljeva etapa, najdaljša etapa, pa največ višincev, mislim, da 210 km pa 4800 višincev, in na tej etapi, to je bila, mislim, da 16. pa 17. etapa, na tej 16. etapi sem jaz res prvič podvomil, ali bo to sploh šlo čez, ali ne bo, ali karkoli se bo zgodilo, ali bom sploh preživel to, ne. Nikoli še v življenju nisem tako trpel kot tisti dan na kolesu. Problem pa je bil to, da je bila gorska etapa, vse se je dogajalo na relativno visokih cestah, na visokih prelazih, stopinj je bilo okvirno 8, megla je bila, deževalo je, pa še veter je pihal. In zdaj si predstavljaj, ti itak, jaz se ekstremno potim, in ko sem jaz prišel na prvi prelaz gor, sem bil tuto kompleto celi moker, potem sem šel na vrhu prelaza, je bil avto parkiran, sem šel v tisti avto, sem si slekel dres dol, klimo avto vžgal na polno za kuro, da bi se malo segrel. Pol je prišel Uroš Čufer do mene, pol sem videl, da se je Dušan pa Uroš sta se peljala tam že mimo dol, in pol sem rekel, nič Uroš, kaj moramo se spustiti dol nazaj na sebe, oni moker dres. In najhujša stvar je bila ta, da tisti dan sem jaz pozabil v kampu to zimsko torbo, oziroma to zimsko vrečo, in vsak izmed nas je imel to zimsko vrečo v primeru slabega vremena, tam noter si imel, ne vem, debele te tople rokavice, kapo, ne vem, karkoli, dres za preobleč, debelo jakno, te galoše, v glavnem vso opremo, ne. In jaz sem to vrečo pozabil. Jaz sem bil praktično brez kakršne koli opreme, ne. In potem smo se midva začela spuščati in spuščala smo se, ne vem, 15 na uro, vidljivost je bila, ne, mogoče 10 metrov, pajtlalo me, jaz mislil, da imam kolo pokvarjeno, pol pa sem videl, da se jaz tako tresem, da je kolo vrel, ampak da se kolo trese zaradi mene, in pol približno po enih 2-3 kilometrih spusta je na levi strani bil en lokal, in tam sem jaz zagledal od Mačka pa od Dušana bicikli, in sem bil, ok, v lokalu sta, tu se dajmo staviti, gremo not. In ko sem prišel not v lokal, sem se tako pajtlo, ne, in je Uroš rekel, da pol en dan zatem je rekel, da se je takrat res hudo strašil za mene, je rekel, da sem res hudo pejs bogi izgledal, in pol sem še tam neke počepe pa sklece delal malo, da bi mi cirkulacija začela delati, da bi telesno temperaturo dvignil. In kaj se je zgodilo, jaz nisem imel dobene opreme, in takrat je pol Janez prišel v ta lokal, in mi je Dušan pa Janez sta mi dala v bistvu čisto vse za preobleč, tako da sem me oblekla z zimsko jakno, z rokavicami, z kapo, z galošami, z nogavčki,
celo opremo sem dobil, tako da sem se lahko po tem klancu dol spustil. Pol se je vreme koliko toliko stabiliziralo, ker smo bili spet na nižini, je bilo bistveno bolj toplo, je spet se začelo, je bilo vse v redu. Pol pa je bil drugi prelaz, ne, in na tem drugem prelazu sem jaz dobil od Janeza novi svež dres in sem se spet slekel, in ko goniš gor, itak ti je toplo, ni noben problem, in je spet začelo deževati. In približno na neki, rečemo, polovici tega drugega prelaza sem jaz imel gumi defekt in vala, ne, ostali so šli naprej, Janez je z mano počakal, smo zamenjali gumo in bolj to, kar sem jaz v bistvu zaostal, sem jaz hotel nazaj dobiti. In vala, jaz sem pol poletel gor po onem prelazu, ne, da bi jih čim prej dobil in sem imel še en gumi defekt. Ne, in pol sem klical Janeza, je rekel, da so oni na vrhu prelaza in da mogo malo počakati, da njih poservisira in da lahko pride nazaj dol do mene, ne. In v tistem sem jaz pač rekel, ok, kaj bom sedel, tu dežuje, veter piha, ne, in sem pač potiskal kolo in sem mogoče enih, ne vem, 700, 800, mogoče 1 kilometer potisnil kolo in sem v bistvu prišel do vrha tega prelaza. Bolj sem se srečal tam z Janezom, on mi je glih prišel nasproti dol, je obrnil tam avto in smo bila na vrhu tega prelaza, deževalo je, pihalo je. Jaz nisem imel rezervni plašč in mi je Janez dal svoj rezervni plašč in zadnjo rezervno zračnico, prvo mi je dal Uroš, drugo mi je dal Janez. Niti zračnice nisem imel svoje, poleg ne toliko o tem. In tam se je pol začelo, ne, in midva smo spravila ta raztrgan plašč dol, ampak novega nismo nikak mogla spraviti gor. In oba dva smo že imela krvave roke, nikak ni šlo gor, jaz ne vem, ali smo bila toliko živčna, ali je bila panika, ker je pač bil mraz, dež, veter, in jaz sem bil celi premočen in utrujen in vse. In smo tam, jaz mislim, 45 minut smo to menjavala, jaz sem vmes nehal menjavati, sem se začel dreti, totalno živčni zlom sem dobil in nisem več bil. Hkrati je bil pritisk, gledaj, koliko so oni zdaj že naprej, bo sploh lahko ujel, bo dan dovolj dolgi, da bo sploh lahko etapo dokončal. V tisti paniki pa nisem razmišljal, da mi imamo na avtu 2 rezervna kolesa, ne. Veš, bi bistveno bolj enostavno bilo, da bi svoje kolo samo dal gor, drugi bicikl dol, bi se vsedel, pa bi se odpeljal v dolino, pa bi tam v miru zamenjal. Ali pa bi zamenjal na koncu dneva, ne. Veš, ampak v tisti paniki, ne, daj, to moramo zdaj zrihtati, to moramo zamenjati. In to je trajalo res 45 minut, jaz sem vmes znoro 2-krat, res hvala Bogu je Janez toliko mirno ostal in pol še sam, niti on ne, jaz ne vem kak, ampak pol smo midva to nekako zamenjala, napumpala in pol sem vala spet, ker sem statičen bil, mi je srčni utrip mi je padel, spet sem bil celi premočen, sem se spet pajtlo in sem se spustil po onem bregu dol in pol je bilo še ne vem koliko kilometrov po ravnem in še zadnji vrh za zvoziti, ne, in je bilo spet, ne vem, še Jurija pa pol višincev, tako da je še tisti vrh trajal pol 2 uri, jaz sem že bil totalno adijo in sem pol spet, kak sem se začel dvigovati, je vedno bolj hladno bilo, je spet veter začel pihati, je začelo deževati, je bila megla. In sem dejansko zadnji tisti dan, tisto etapo prevozil in se pol, ker z avtom se ni dalo gor priti, cesta je bila zaprta, sem se pol še mogel dol spustiti in pol, ko sem prišel nazaj dol do avta, sem bil samo hvaležen, da mi je uspelo etapo dokončati, res hvaležen Dušanu za vso opremo, ki mi je dal, pa Janezu, da je ostal ob meni, pa da mi je uspel zamenjati skupaj z mano ta plašč, pa Urošu tudi, da mi je dal rezervno zračnico že drugič, ne, ker par dni pred tem sem že eno predrl, pa mi je dal svojo rezervno zračnico. Ampak kaj se je zgodilo, pol je sledilo še 1 uro vožnje v avto do kempa in jaz sem celi premočen bil v avto. In ko sem bil jaz v avto, še je bilo vse okej, ne. Kak sem jaz stopil z avta, sem jaz bil podhlajen. In jaz sem bil celi vijoličen, vijolične ustnice, praktično že črne in jaz sem bil totalno podhlajen, ne. In jaz sem rabil dobre pol ure, če ne 40 minut, da sem sploh prišel k sebi, se pravi, do nage, jaz sem se slekel, sem v kemper ostal nagi in sem se pajtlo in si sploh nisem mogel trenerko obleči. Veš, tako sem bil izčrpan, čist podrt. In tudi takrat, ne,
sem dvomil, kako bom jaz jutri, ne vem, 10 ur na kolesu, ko je najtežja etapa v celotnem turu. Ne vem še dan danes, kako je to ratalo, ampak pol sem se nekako pogrel, sem se zložil, najedel, šel spat, spal sem glih 6 ur, več kot 6 ur smo redko kdaj spali, ponavadi je bilo med 4-5 ur. In pol naslednji dan, da sem dejansko uspel odpeljati teh 210 km pa 4-800 višincev, še danes ne vem kako, ampak je ratalo, no. Tako da, to je bil meni edini pa najtežji dan v celotnem turu. Vse ostalo pa skoraj lahko rečem, da je šlo gladko kot po maslu. Je pa bilo še vmes, tako rečemo, prvi teden smo delali, rečemo, prvi 3 dnevi so bili kar težki, ker smo v prvih 3 dnevih smo naredili 650 km, pa ne vem koliko tažnih višincev. Pa prve 3 dni je bilo konstantno vsaki dan na 40 stopinj. Tako da smo, ne vem, na dan sem zračunal, sem tudi več kot 10 litrov tekočine spil, Pa se veš, 10 litrov, ne spiješ kar tak, Je to ogromno količine, in zato v bidonih je to 14 bidonov, 14 bidonov spiješ kar tak, Veš, pa to je samo na kolesu, še predtem sem pil, pa zatem sem pil, Tako da to je toliko tekočine po mojem še življenju, nisem spil, kot sem takrat. In pol pa tako sem v štartu povedal, prvi 3 dnevi sem vedel, da so težki, pol sta 2 malo lažje dneva, pol je kronometer, 2 težka dneva in po prvem tednu, ko sem oddelal, sem si jaz mislil, pa Duško, pa to je tur, ali kaj, daj mi nekaj, da trpim, jaz bi rad začutil ta spirit tura, da si ga zaslužim. In točno to careful what you wish for, in točno to sem kasiral. Sicer jaz si nisem želel, da bi na tak način doživel ta safer, ampak ne moreš zbirati. Ampak sem ga dobil. Nore zgodbe, Duško, ko prideš na konc zadnja etapa, tisti dan najbrž je bil kar malo slavnosten. A je na koncu kaj? Je kakšna slovesnost, vas je kdo pričakal, ali ste si sami pač naredili zadevo, mačkam bolj Prešerno? Ja, dobro vprašanje, tako bom rekel, ko smo prišli v Monako, sem jaz prvič tako sam pri sebi začutil, pa se zavedal, tura je dejansko konec, teh, koliko je bilo, mislim, da 35 km še iz Monaka v Nico in je to, in projekt je uspešno zaključen, In dejansko to zadnjo etapo smo se odločili, da odpeljemo z puncami, ker punce pa so imele vsaki dan spremstvo. In v Monaku to zadnjo etapo je praktično bilo skoraj nemogoče odpeljati brez spremstva, zaradi tega, ker je že itak, država je 2 kvadratna kilometra velika in je neprestano gužva promet, tako pa smo mi imeli spremstvo in je dejansko bistveno več pozornosti smo dobili za tem, In ko smo se mi vozili po Monaku, sem jaz komaj začutil tisto prav, glej, zadnjo etapo tura voziš, folk ob strani stoji, slika, snema, iz kafiča se vstajajo, avti se ustavljajo, iz avtov snemajo in takrat sem imel taki res poseben dober občutek, ko znotraj navzven sreče, zadovoljstva, hkrati pa nekega ponižanja, v neki skromnosti pa uspehu in tako vse skupaj skombinirano so bili taki res nepopisljivi občutki. Bi pa težko rekel, da sem te iste občutke imel na samem cilju. Ko sem prišel na cilj, je bilo tako, konec je, ampak nisem se še zavedal tega, da je dejansko fertik. Nisem to še nekako sprocesiral v glavi, da je dejansko konec. Ja, smo se vsi objeli, si čestitali, puncam čestitali, pač to vse skupaj nekako tako na hitro proslavili, ampak smo se pol, 10 metrov stran od cilja sedli v prvi lokal in tam se slava komaj začela, ja, točno to, Dejansko po vsaki etapi, da ne zdaj kdo misli, da smo nekaki pivci ali pa ne vem kaj, ampak po vsaki etapi je bil nekako ritual, da se vsedi neki v lokal in da se spije eno pivo.
Ne, in jaz tudi ne vidim nič spornega v tem. Ne. Konec koncev smo rekreativci, nismo nekakšni hudi atleti ali pa nekakšni profesionalci, tako da če en pir spiješ po 200 km, ne vidim nič spornega v tem. Ne. Čeprav jaz za sebe ga nisem nikoli, razen zadnji dan pa en dan vmes sem ga, ne, ker sem pač po domače povedano, so mi roko zvijali, ne. Tako da sem enkrat vmes pil pir, pa zadnji dan, ampak to je bil taki dnevni ritualček po vsaki etapi. No in ko je zadnji dan, ko smo etapo odpeljali, pa nisem enega spil, ampak sem jih eni par spil, ne. In takrat sem si res dal duška in smo si vsi skupaj dali duška in takrat so tudi drugi kaki pir več spili. Tako da je bilo pol res. Smo pol skupaj, ko smo začeli debatirati o tem, ne, da je dejansko konec, ne, pol dejansko, kako bi rekel, začneš to podoživljati, ne. Noro, za tabo prihaja vse. Točno to, ne. Točno to, ne. Ja, ko si Duško da duška in zaključi Tour de France, ste imeli čas spremljati dirko, ki je bila dan za vami, ta pravo dirko, oziroma ste dejansko počakali potem, tudi Pogačarja in vse ostale spoznali, morda se sfotkali s temi našimi kolesarji, ko so tudi oni zaključili svojo dirko? Nažalost, naslednji dan nismo ostali, zaradi tega, ker problem je bil, mi smo imeli za 25 dni rezerviran avtodom pa kombi in oba dva vozila je bilo treba vrniti v ponedeljek do neke ure zjutraj. Tako da smo se odločili nekako, skupaj smo se zmenili, da bomo pač, kdo hoče, lahko ostane, ne, ampak definitivno ne, pol ekipe se mora vrniti zaradi tega, ker je treba avte vrniti, ne. In prevzem za te avte tudi je bil najlažji tak, da v nedeljo zvečer pustimo avte na lokaciji blizu Ljubljane, da se ne rabimo pol v ponedeljek zjutraj spet nazaj v Ljubljano voziti avte vračati, ne. Tako da to je bil glavni razlog. Jaz sem sebi našel v bistvu eno varianto, da bi ostal, ker sem si res želel to, celi tur sem odpeljal, možnost imam, ne, dan po mojem odpeljanem turu, ne, gledati finale v živo, ne, pa da ne bi to izkoristil, bi bil kar malo žalosten, ampak nažalost je tudi pol ta opcija vodo padla, ker ta dva kolega, kar sta bila dejansko tam, sta se tudi tisti dan ob 3 popoldne vračala nazaj v Slovenijo, kronometer pa mislim, da se je šele ob 5 popoldne začel. Tako da je tudi bila taka nerodna ura, tako da smo pol vsi skupaj pol nekako rekli, nič, gremo domov, ne. Pa tudi pot nazaj domov sem jaz vozil v kemperu, tako da je bilo še pol, mislim, da 11 ali 12 ur vožnje nazaj domov, pa prišli smo pol, mislim, da ob 1 ponoči šele v Maribor, tako da je že tako samo to bilo dovolj naporno. Tako da, pa spet tisti kronometer, ja, okej, saj ne rečem, je doživetje, tam si, je ta spirit, pa pol, če imaš možnost priti dovolj blizu zraven, da si pogledaš pol to podelitev, ampak tisti kronometer pa konec koncev, tudi če si na najboljši možni lokaciji, kar je neki klanec, vidiš Pogačarja glih za 5 sekund, ne. In, njegovih 600 vatov, kako že poganja. Ja, točno to, ne. Tako da zdaj spet, koliko imaš kaj od tega, je tako spet relativno, ne. To je res. Tako da smo nekako vse skupaj pretehtali, pa smo rekli, okej, glej, nimaš kaj, ne. Gremo domov, ne. Kar se tega tiče, ne, kar se tiče vprašanja, če smo uspeli kaj tur gledati, ja, določene dneve nam je dejansko ratalo, ko smo dejansko dovolj hitro se spravili iti na našo etapo, pa smo v relativno normalnem času končali. Takrat smo uspeli pogledati še v živo tur, ali pa ponavadi smo vedno pogledali highlights za nazaj, ne. Če pa so pa bili določeni dnevi tudi, ko nismo absolutno nič uspeli pogledati, ne, ker je vse skupaj tako dolgo trajalo, da smo prišli, ne vem, tudi ob 12, pol enih ponoči v kamp, ne, in takrat pol se suširaš, preden zrihtaš kolo, bidone sčistiš, se preoblečeš, se spraviš v posteljo, smo tudi ob 2 ponoči, pol 2 hodili spat, ne, pol pa drugi dan pa se spet moraš ob 6 vstati, tako da praktično nič kaj ne spiš, ne. In najtežji del je bil meni osebno, ne, zjutraj vstati, pa se zmotivirati, da greš pol, ne vem, drugi dan spet za 7 do 9 ur na kolo, ne.
Pol, ko si enkrat na kolesu, ni bilo več tako problematično. Jaz sem vedno tam uro pa pol sem rabo, da se je telo nekako prebudilo, sem prišel na neko delovno temperaturo in pol je šlo. Ne? Ampak tisti jutranji del je meni bil najbolj problematičen. Pa tudi po vsaki etapi, ne, je tisti del meni načeloma ni bil tak težki, ne, sem bil kar okej, ne. Ne rečem, so bili dnevi, ko sem bil fejst razbit, so bili dnevi, ko sem bil manj, pa so bili tudi dnevi, ko sem rekel, kaj to je to za danes, ne, bi še nekaj dodal, ne. Ampak najtežji del pa so mi bila definitivno jutra, ne, jutra so bila kar težka, ne. Pa eni parkrat se mi je zgodilo, ne, da sem skoraj zaspal na kolesu, ne. To tudi si določeni prijatelji, ko sem jim rekel, ja, da sem skoraj zaspal na kolesu, ja, si sploh ne predstavljal, kako je to možno, se pa te goniš, ne moreš zaspati, ne. Ampak dejansko, ne, ko si tak nenaspan, pa dejansko toliko izčrpan, ne, tudi ko si aktiven, lahko zaspiš, ne. Prav, ja. To drži. Ja, eni parkrat je bilo tako, da dejansko nisem vedel, kaj se dogaja z mano, ne, in sem bil tak, sem kar mogel glavo stresiti, se malo spocko, sem bil tako, kaj si vrej ti, ali kaj je narobe, ne. In kaj sem ponavadi naredil, malo sem tempo dvignil, ne, tako da ni bilo tako lahkotno mi, ampak sem še malo dodal, da mi je bilo malo težje, malo srčni utrip tudi poskočil, ne, in potem sem se malo boljše prebudil in potem je nekako šlo, sem prišel k sebi, ne. Mislim, če je Martin Strel spal na Amazonki, ko je plaval, ne, če je Jure Robič, ko je vozil kolo čez Ameriko, spal na njem. Če je Din Karnazis, ko je Laupo spal. Tako pa ultratrelaši, marsikdo mi je povedal, ne samo halucinirati, malo za Kinka, vmes pa Laupa, vem, za balatonce, špartatlonce, ki se mi je to zgodilo, tako da potrjujem tvojo tezo, da je to možno, ja, ne tisti, ki ne verjamajo, toliko časa športajo, da bodo videli, da se to tudi da, pa bodo potrdili to tezo. Duško, je bil ta Tour de France dan pred dirko tvoj največji, doslej tvoj največji športni uspeh, vendarle si veliko hribolazil in plezal, pa maraton je si oddelal, pa Ironman in tako naprej. Kam bi zdaj to umestil v svojo športno kariero? Dobro vprašanje, Marko. Mislim, kar se tiče kot projekt, je to bil definitivno največji projekt do zdaj v mojem življenju. Zdaj pa, če take stvari jaz nerad pa težko primerjam z nekimi alpinističnimi vzponi ali pa pristopi na neke visoke gore, zaradi tega, ker to je res jabolke pa hruške, to je čist noč pa dan, to je, ne moreš primerjati, ne. Na turu si ti, jaz pravim, varen, ne, zaradi tega, ker si še vedno na smešni nadmorski višini in karkoli se zgodi, lahko pokličeš rešilca, pride nekdo po tebe in je stvar rešena, ne. Tudi če te avto zbije ali pa tudi če padeš s kolesa, ne, je to še, v mojih okvirih je to še vse relativno varno, ne. Kako si pa ti na neki gori in si nad, ne vem, 5,5 ali pa 6,000 metrov nadmorske višine, pa se stvar malo bolj zakomplicira in tam več nisi tak varen, ne, ker helikopter nad 6,000 metrov nadmorske višine te več ne pride iskat, ne, in tam si dejansko postavljen sam na svoje noge in tam, če obupaš, dejansko je to usodno, ne. In tako da te dve stvari res nerad primerjam, ne, ampak kar se tiče nekega časovnega trajanja nekega športnega mojega podviga, je to definitivno največja stvar, ne. Tako da ja, bi jaz tudi rekel, da je to nekako v bistvu neki športno gledano moj največji dosežek trenutno, ne. Izjemno. Čestitke, Duško, na tem mestu, ja, sva si kar nekaj časa vzela, ampak mislim, si tako zanimivi pripovedovalec, ja, te je zanimivo poslušati, pa še toliko stvari te imam za vprašati, ampak eno stvar me zanima najprej, zelo na kratko, a res 20 let že hodiš v isti gym, isto telovadnico? Ja, še vedno, ja, fitness forma na Pobrežju je v bistvu kaj zračne linije od mene, mogoče 700 metrov, 600 metrov od mene stran. Včlanil sem se v 8. razredu, ne lažem, v 1. letniku srednje šole sem postal član fitnessa in do dan danes še vedno isti fitness obiskujem. Mislim, da je zdaj že 21 let.
Zdaj, Ja. da, če boste kdaj obiskali, ja, ta fitness, tam je velik plakat, Duško je gor naslika, ja, z vsemi svojimi tetovažami, hecam se, lahko bi pa bil. Ni moj plakat, je pa dejansko slika na steni od mene, pa od enega prijatelja, s katerim oba dva smo člana fitnessa, pa s katerim smo skupaj stala na vrhu Mont Blana. Tako da navdih za ta podvig pa je bil v bistvu Miro Jerenec, ki pa je lastnik tega fitnessa. On je bil inspiracija, pa on je bil v bistvu povod, da sem jaz nekako se začel z gorništvom ukvarjati. Tako da on je samo opravil ta vzpon na Mont Blanc in koliko smo mi dva opravila ta vzpon, smo rekla, dajmo sliko narediti, dajmo se podpisati, dajmo napisati čas, datum, kdaj je to bilo. In smo mu podarila kot darilo in ne, od dan danes je ta slika v fitnessu na steni. Zdaj upam, da te slike nisi nikjer objavil, zato ker si zdaj izmerajcev mene pa še koga, da bi to sliko videl, v živo videl, ne? To je tako kot tam rekel, kot Mona Lisa, to je boljša, ne? Ker je več emocij v tem, ne? Da bi res to videl tako, da zdaj veste, kam morate to sliko iti pogledati. Ja, pa Duško, da polkaj povprašati, je res, da si začel se ukvarjati s triatlonom, pa potem, mislim, s kolesarjem, s tekom, zaradi tega, da boš v formi za svoje hribovske gorniške podvige? Drži. Čeprav Ironman je želja, ki je dejansko že iz osnovnošolskega časa. Takrat je en sošolec v osnovni šoli mi je rekel, ja, Ironman, pa zdaj veta, kaj je Ironman, kaj je to, ne? Kak je Ironman, kaj tudi ima železo v sebi, kaj je to, ne? In mi je pač on povedal, kaj pomeni pač, da postaneš Ironman, oziroma kakšna distanca je, da opraviš Ironman. In poleg meni je bilo to takrat tako nepredstavljivo in je to nekaj v meni ostalo. In pol, ko sem jaz dejansko se začel pripravljati za te alpinistične vzpone, pa za pač neke resne vzpone, sem rekel, rad bi najdel en šport, ki bo od mene maksimalno fizično pa psihološko zahteval vztrajnost, pa disciplino, pa vse, da bom pač res kot celota res maksimalno pripravljen. In bolj sem se nekako odločil za triatlon, ne, tak dober šport se mi je zdal, minimalno poškodb, pa tak zdrav šport se mi zdi, ker vse tri discipline so nekako naše naravno gibanje, ne. Ne vem, vsi relativno hitro splavamo, tako da je neko naravno gibanje, tek je tudi neko naravno gibanje, ne, vsak izmed nas kot otrok teče, ne, kolo pa je tudi tako gibanje naprej, ni nekih stranskih gibov, ni pri kolesarstvu, dejansko sploh ni nekih poškodb, ne, in se mi je zdal tak zdrav šport, je pa bilo primarno za to dejansko, da bi pač res bil maksimalno pripravljen za neke resne vrhe, ne. Je pa bil postranski cilj, pa je bil tudi, da postanem Ironman, ne, ta želja, ne, je iz osnovne šole še vedno ostala, ne, je takrat bila nekako popolnoma nepredstavljiva, ne, je pol z časom začelo to rasti, ne, in samozavest in forma in vse to, da sem tudi s časom začel verjeti, ti lahko to opraviš, ne, mislim, če se vržeš res 100% noter, ti lahko to rata, ne. In tako da sem tudi pol to opravil, no. Tako da ja, drži. Zdaj, ti razlagaš, ne, stvari. Preveč me hvališ, Marko, hvala od srca. Nore stvari, zame je bil maraton zmeraj čisto samostojna disciplina, zate je to tako šele tretji vrsti, se hecam, seveda, jasno, Ironman, maraton je tako malo zraven, to je v bistvu samo trening. Zakaj je trening, kaj je s tabo? Za resne hribe, a ne, kaj je s tabo? Vmes bomo odvozili Tour de France, odlaufali New York pa Boston, kaj pa vi kaj počnete v prostem času? Shit, damn, mislim, maraton, zakaj si potem šel? Ironman si opravil, si prej tekel maraton uradni ali si prej naredil, rekel, Ironman, najbrž maraton? Maraton pa je prišel tako, da dejansko, ko sem jaz malo bolj resno začel z hribi, sem se odločil, da tisto leto, jaz imam načeloma vedno tako, da
konec leta jaz sestavim plan za naslednjo leto. Se pravi, decembra jaz pišem točno vse, kar bi rad športno dosegel, kar bi rad poslovno dosegel, kar bi rad v hribih dosegel in naredim neki celoletni plan. In bolj se probam tega plana držati. Ne? In tako sem skozi leta pač ugotovil, da če napišem, če imam plan, ga dejansko realiziram. Če pa je to vse neki zadnji v glavi, pa 3/4 stvari ne pride do realizacije, ja? Ker ali se pozabijo, ali pa enostavno, ne vem, so pol neki drugi dejavniki, ki pač vplivajo na to, da pač ni realizacije. In tisto leto sem jaz imel v planu osvojiti Mont Blanc in za isto leto pa sem si kot športne priprave dal, da bom v začetku leta, moj prvi polmaraton so bili Radenci in sem rekel, ok, prvi polmaraton bom naredil v Radencih, pol pa bom v Ljubljani odlaufal svoj prvi maraton. Leto pozneje, se pravi drugo leto, pa bom začel triatlon trenirati in bom probal, ne vem, opraviti vse do polovičnega Ironmana. In tako je tudi bilo, ne. V Radencih sem laufal svoj prvi polmaraton, predtem sem šel 3-krat laufati in sem pol v Radencih res dobil orenk po nosu. Laufal sem, mislim, da 1:54 z največjimi mukami in sem si pol rekel, ok, Duško, tak maraton ne bo šlo prelaufati, ne, boš mogel malo več laufati, ne, ker drugače enostavno ne bo šlo. In tisto leto je bil dejansko Mont Blanc neuspešen in sem si rekel, ja, vidiš, zdaj pa za kazen, ne, boš pa laufal maraton pod 4 ure. Ne, in takrat jaz sploh nisem bil noben tekač, nič, in sem takrat dejansko, koliko je bilo, mislim, da sem eno mesec pa pol pred maratonom ali pa mogoče 7 tednov pred maratonom sem začel laufati in sem dejansko prvi maraton zložil 3:43, tako da na koncu sploh ni bil tak slabi čas za prvi maraton, pa glede na to, da nisem bil tekač. Tako da ja, maraton je bil definitivno pred Ironmanom. Pol pa drugo leto zatem pa sem si rekel, ok, maraton si odlaufal, zdaj veš, kaj to pomeni, zdaj boš pa naredil vse te discipline triatlonske do vključno polovičnega Ironmana. In tisto drugo leto sem pol dejansko, tisto, kaj leto predtem nisem opravil, to je bil Mont Blanc, sem tisto leto ga opravil, sem naredil vse te discipline od triatlona do polovičnega Ironmana, plus za piko na i sem dodal najvišji vrh v Evropi, ki pa je Elbrus, je pa v Rusiji, na Kavkazu je pa 5642. Mont Blanc pa je najvišji vrh v Alpah, tako da sem ta vrha združil v enem letu, pa tudi malo svojo fizično pripravljenost izboljšal. Kdaj si zapičil v glavo, okay, da boš najprej si najbrž zapičil v glavo, da boš 7 vrhov vseh 7 celin osvojil v 7 letih, pa pol je bila korona vmes, ali kako, pa vse skupaj ni šlo skozi in pa si zapičil v glavo, da boš pa naredil 6 največjih maratonov. Ali kako je šlo to sosledil? Da bi pa to zgodbo razložil, 7 ko na eni strani, pa 6 ko na drugi. Dobro vprašanje. V bistvu projekt ta Seven Summits z temi vrhovi se je začel šele, mislim, da drugo ali tretje leto, ko sem jaz že bil kar aktiven v gorništvu. In v bistvu ideja je nastala tako, da bi jaz vsako leto en izmed teh vrhov opravil, ne, kar se mi je zdelo popolnoma realistično, ne. In tako se je tudi začelo, ne. Pol se je pa malo začelo lomiti z tem covidom. In dejansko največji problem je zakaj se je ta projekt malo moj upočasnil pa ustavil, so bile finance. In zaradi tega, ker do danes čisto vse moje projekte sem jaz popolnoma sam izfinanciral. Nimam dobenega sponzora, nimam enega evra podarjenega od kogarkoli, če mi je kdajkoli kdo kaj pomagal, so bili to moji starši. Pa je to, pa lahko zaključimo zgodbo. Vse ostalo je bilo popolnoma self-made. In problem je nastal, ker do neke točke je ta projekt bil relativno lahko izvedljiv. Naprimer, Elbrus je stal, ne, mislim, da 3,500 evrov, Kilimanjaro je stal 5,000 evrov, pol nema Aconcagua je stala 7,000 evrov in te cenejše vrhove sem še lahko sam izfinanciral, ne, pol pa zdaj ti naslednji vrhovi, ki so mi pa ostali, pa so zdaj dragi, ne, bistveno dražji kot
ti, ki sem jih opravil do zdaj. V bistvu je zdaj naslednji vrh skoraj dražji, kot pa vsi ti ostali skupaj. Ja, naprimer Denali, Severna Amerika je okvirno, tam 12-15 tisoč evrov, pa tudi odprava je bistveno daljša. Pol južni pol je tam 45 tisoč evrov, pol Everest je tam 6 tisoč do 100 tisoč evrov. Pol pa še ostane Avstralija, je relativno poceni, ampak Avstralijo pa si šparam nekako za na konec, za zadnjega, ker za zadnjega bi pa rad vse najbližje, trenera, familijo, vse skupaj zbral in z njimi opravil moj zadnji vrh, zaradi tega, ker zadnji vrh je v Avstraliji in je 2000 metrov nadmorske višine in je v bistvu kot sprehod na Pohorje. Tako da nič zahtevnega, tako da ga lahko čisto vsak opravi, In tega si nekako šparam za na konec. Bi ga lahko prvega opravil, bi pač 3 ure dal, bi se zapeljal v Avstralijo, bi skočil gor dol, bi odlaufal to, pa bi bilo to, ampak si ga šparam za na konec. No in kje je zdaj nastala ta ideja, sem rekel, glej Duško, trenutno pač nimaš dovolj sredstev, da izfinanciraš ta projekt do konca. Sredstva prihajajo, jaz sem prepričan, da jih bom zbral in da bom tudi realiziral moj projekt do konca, ampak v tem vmesnem času, kaj boš zdaj ti, veš kaj mislim, športni entuzijasti totalni, to je nekaj, zaradi česa se počutim živ, pa zaradi česa sem vsak dan pozitiven in nasmejan in dobre volje, ker se hranim za tem, ampak sem rekel, kaj boš zdaj ti delal, in sem rekel, imam tudi druge, izven teh mojih vrhov, imam tudi druge želje, En izmed teh je naprimer opraviti oziroma oddelati UTMB, ki je svetovno prvenstvo v gorskem teku oziroma v trailu, tako, in zato se je treba kvalificirati, in da prideš do tega, da se lahko kvalificiraš, moraš traile laufati. In sem rekel, bom traile laufal, in zdaj, kako postaneš boljši v trailih, je tako, da si na cesti hiter, in kako sem si jaz pač zdaj, če hočem biti v trailih hitrejši, kot sem trenutno, moram biti tudi na cesti hiter, zdaj pa, če že na cesti treniram, pa laufam, zakaj ne je pol te pač še kaki maraton, zraven ruk, in zdaj, ker sem po duši, traveler in popotnik, in res celo življenje že potujem in me to res veseli, ampak sem skozi vsa ta leta vedno k nekem potovanju dodal neki športni izziv in zdaj sem rekel, 6 majorov je na svetu, 3 so v Ameriki še nisem bil, na Japonskem še nisem bil, zakaj ne bi si to dal, kot neki, kako bi rekel, izziv, sorazmerno, za pač vsem ostalim, kaj delam, in sem pač rekel, dajte pa dajmo tote majore rukniti, in sem si še malo popopral, in sem si dal cilj, da bi pač vseh 6 majorov odlaufal po 3 ure, pač en mi je trenutno spozletel, to je Boston, ker sem bil poškodovan, ampak nič za to, še vedno so, ostali 3 tu, tako da sem potrudil, da ostale 3 realiziram, tako je bil prvotni plan, plus tega, da sem si dodal, da bi rad vsako leto vsaj 2 majora odlaufal, ker en maraton na leto se mi zdi tako malo, pa pol sem pač rekel, 2 maratona na leto, pa dajmo še kaj dodatne, letos je pač bil tur, za drugo leto imam v planu kako ultro, da bi zbral določeno število teh kamenčkov, kateri bi mi pomagali, da se kvalificiram za pol 2026 za UTMB, tako da neki dolgoročni plan že je okvirno sestavljen, mislim, idej pa želj pa projektov je ogromno, vsega ne moreš realizirati, in pol so pač prioritete. Odkrito povedano, pa se mi zdi, da sem mogoče malo zašel iz tistega, kar me v življenju najbolj veseli, to pa so hribi. Kako je prišlo do tega, da sem bil mogoče malo preveč osredotočen na samo te glavne moje cilje v gorah, in to je teh 7 vrhov, ampak je ogromno enih drugih lepih vrhov, ki jih lahko v vmesnem času tudi osvojim pa uživam v njih, in sem si rekel, da to ni v redu, da se moram vseeno vrniti k tistemu, kar me najbolj veseli, in sem rekel, da v naslednjih letih, dok še ne bo dovolj sredstva za te glavne moje vrhe, bom pa dodal kakšne lažje vrhe,
ki bo lažje tudi finančno izvedljivi, pa za izfinancirati, pa za realizirati. Tako da upam, da v prihodnosti bo malo več tudi gorništva, ker odkrito povedano res pogrešam to, ker vse veš, sam tekaci na maratonu, na cesti je edino, kar šteje, je čas. Veš, edina stvar je, s katero se lahko primerjaš, je čas. Sam sebe za sabo tudi primerjaš z časom, ne. Veš, v gorništvu ni tega, na trailu tudi načeloma ni tega, ne. Na trailu je vsak zmagovalec, ki pride do konca, ne. Veš, na cesti, če si malo bolj resen tekač, se že gleda, ne. Aha, gledaj, to je zdaj 3:05, tam je bilo 2:55, kje bo zdaj, ne. Veš, ne, pa tudi sam sebe, ne, veš, neprestano, jaz sem hrepenim po konstantni rasti, pa ne samo kot športnik, ampak tudi mentalni rasti, pa tej konstantni transformaciji tudi v boljšo osebo, ne, in to je pol konstantno vse tako povezano, ne, in tu jih hrepenim po tem, ne, da bi vsako leto izboljšal tudi svoj fizični performance, ne, in na neki točki se malo tudi zgubiš, preveč tekmovalen postaneš, enostavno te to malo potegne noter. In ko sem to malo pri sebi začutil, sem bil, okej, Duško, ne delaš več to z takim srcem, ne, kot si prej delal, ne, in pol spet rabim malo nekaj drugega, tako da ta, na primer, Tour de France mi je letos bila taka idealna razbremenitev od teka, ker na primer lani sem tudi odtekel 2 maratona, pa mislim te ultra laufal in je celo leto je bil sam tek in mi je že tek bil malo tak, pa se ful rad laufam, ampak ono samo laufal sem, veš, zdaj sem kolesaril kot trening malo zraven, ampak monotono mi je bilo, ne. Mislim, človek, ki je, mislim, zdaj vem, zakaj te bilo tako težko dobiti, jaz za tale podcast, ne, pa dolg časa sem te imel na nišenu, ker se ti toliko dogaja, za božjo voljo, Duško, komaj da loviš, bom rekel, sam sebe, a ne, mislim, neverjeten si, ko tebe poslušam, se vse zdi tako lahko, res prav razmišljal sem, na kjer maraton ali pa na kjer ultra, ne se prijavimo, ne, ker ko ti razlagaš, ne, zadeve postanejo kristalno jasne in dosegljive, res si čudovit sogovornik, ampak počasi bo zaključila z 2 urama, ne, pa da te ne gnjavim več predolgo, pa mogoče, se vem, naše gledalke komaj čakajo, ne. Zdaj, enkrat vmes bo pa Duško dal majico dol, ne. Ampak ne, spoštovane, njegovo izklesano atletsko telo si boste mogli pogledati kje drugje, ne na temle podcastu, ja, lahko vidite obrise, ja, lahko greste na kakšen maraton, pa boste videli, kako se preoblači, ali pa nekakšno kolesarsko rundo v nedeljo. Duško skrbi za svoje telo, so tvoje tetovaže vse z nekim globljim pomenom, del tvoje filozofije, ali so kakšne tudi malo tako, ki spominjajo kakšne dogodke, ali pa čisto zato, ker so ti lepe? Bom probal biti res kratek. Ko prvo bi rad to izpostavil, ko si rekel, da se tako enostavno pa lahko vse čuje. Jaz vedno ponavljam, ne, da če delaš nekaj z srcem pa z ljubeznijo, pol nič ni težko. Če pa delaš stvari z odporom pa za nekoga drugega, pol pa je vse težko. Jaz izključno čisto vse delam popolnoma za sebe. Zdaj pa, če istočasno nekoga drugega s tem zmotiviram ali pa mu dam energijo, da naredi nekaj za sebe, pa sem še toliko bolj srečen. Ampak izključno ne tekmujem z nobenim, kot pa samim sabo. In to res izključno delam za sebe. To je prva stvar. Druga stvar je, kar si telesa tiče, ne, glede na to, da veš, da sem zdaj 21 let že član fitness forme, ko sem se jaz prvič članil v ta fitness, ne, je bilo to dejansko za izgradnjo neke izklesane, popolne postave. Pol pa čez čas, rečemo, da sem padel malo v to fitness sceno noter in sem dejansko bil obremenjen z tem, kako izgledam. Čez čas pa sem nekako ugotovil, da to v bistvu nisem jaz, da to ne spada k meni, k moji osebnosti in da fitness oziroma bodybuilding, to je lepotno tekmovanje. Jaz pa nisem tu za lepotno tekmovanje. Jaz sem tu, ker sem pač outdoor person, jaz sem explorer, jaz moram se gibati, moje telo mora biti funkcionalno. In takrat sem jaz pol spremenil kompletno mentaliteto in sem začel izključno trenirati zaradi tega, da bi bilo moje telo čim bolj funkcionalno in da bi mi služilo v kakršnikoli situaciji sem v življenju
znajdejo. Posledično, ne, pa je to dober izgled, če, ne vem, če redno treniraš, če skrbiš za zdravo, dobro prehrano, je pol dober izgled pač neizbežen, je pač nagrada. In jaz to gledam kot nagrado, ni mi primarno to. Ne. Tako da to je drugo vprašanje, ne, in tretje vprašanje, ne, pa so tetovaže, ne. Ja, dejansko ima čisto vsaka tetovaža na mojem telesu ima globlji pomen, ali je to povezano z določenim obdobjem v mojem življenju, ali je to povezano z strastjo, ali je to povezano z karakteristiko, ali je, ne vem, z družino, z karkoli. Vsaka tetovaža ima dejansko neki pomen. In zato mi tudi za čisto nobeno tetovažo na telesu ni žal, ker pomen ostane zavedno, če pa ti je nekaj všeč, pa je to kratkoročno, ali pa tudi, če traja ta, kako bi rekel, ta vzorec, da ti je to všeč malo dlje, prej ko slej se tega naveličaš. Jaz pa se ne morem mojih tetovaž naveličati, zaradi tega, ker ima vsaka res globok pomen in mi res vsaka pomeni nekaj, ne. Ja, enkrat bom naredila podcast, kjer boš povedal zgodbo o svojih tetovažah. Ja? Lahko, z veseljem. Ja, ampak to bom naredila v živo, z malo boljšo kamero, da bodo imeli deklice tudi od tega. Ja. Duško, res, neverjeten si, no, če... Pa Marko, cenim od srca. Res dober, jaz sem na trenutke kar energičen človek, sem tudi entuziast na marsikaterem področju, ampak ko te poslušam, ne, mi kar privzdiguje tle, pa kar skakal bi, pa kar laufal bi, pa kolo bi šel šraufa dol, ne, čeprav imam še eno zadnjo gumo že 2 let. Mislim, res, si svojevrsten motivator. Ni mi rekel samo eden, no, prav med tem tvojim projektom, pa tudi drugače, pa ko si bil v Keniji, od mojih znancev, tekaški prijatelj in tako naprej. Joj, ta Duško, mislim, je prav hecen, prav zabavno ga poslušati, on kako v Keniji je jajca, a ne, kako občuduje avtomobile v Monte Carlo, mislim, res, mislim, tista tvoja prvinska otroška navdušenost nad svetom okrog tebe, a ne, je, bom rekel, nalezljiva, a ne, in se mi zdi, da tudi zaradi tega si in tako posebno, bom rekel, sonce v življenju marsikoga, no, daj mi samo še reči, no, tvoj trener je, omenil si ga že Borut Podgornik, eden boljših slovenskih atletskih trenerjev, njegova žena Seda Helena Javornik, tako da si v odličnih rokah, odlično te očitno pripravlja tudi na maratone, dolgo že sodelujeta, vajin odnos je, bom rekel, najbrž dober, v redu, se razumeta, on ve, kaj bi ti kot človek premnogih željat, planov in projektov pač rad naredil, da te zna pač tudi pravilno usmeriti, ker za marsikoga bi bil ti, bom rekel, kar handful, ne, kar človek, ki ima preveč vsega, da bi ga lahko ukalupil v neke trening plane, ne bi, da bi se ti zraven zmešalo, ko bi vse to spremljal. Ja, dejansko je tak, ja, pa se veš, konec koncev prek Boruta sem tudi tebe spoznal in je se razvilo eno, po mojem mnenju, prečudovito prijateljstvo in sem hvaležen, da sem te spoznal, ker si res tudi lahko samo vrnem za tebe, da si ena najbolj pozitivnih, nasmejanih, srčnih oseb, ki jih poznam in nikoli nisi nekaj delal z neko koristjo, ampak si vedno, tako si na začetku sam za sebe povedal, vedno rad daš. In to tudi cenim pri tebi, Marko, ker si res ena zlata, srčna oseba in tako ti mene vidiš kot sonce, tako jaz lahko tebi samo vrnem, si tudi eno sonce in tudi, ko je najbolj zamorjeno vzdušje na maratonu, ti znaš pričarati nasmešek na vseh obrazih, pa tudi malo to tremo nam odzeti in konec koncev ne prenesti, da vsak maraton je tudi za užitek, niso samo številke pomembne, ne, ampak treba uživati v tem, treba uživati v možnosti, da si tam, tako da Marko, res kapo dol, ena prečudovita oseba si in sem hvaležen, da te poznam. Kar se pa Boruta tiče, Hvala. Malenkost, v veseljem je. Kar se pa Boruta tiče, pa ja, tudi on ima dostikrat težave me handlati, zaradi tega, ker včasih prijem jaz z prenorimi idejami, ne. In bi jaz, ne vem, mogoče v kakem letu, ne vem, tudi naredil 2 maratona, 2 ultri, pa še kakega Ironmana, ne, pa reče, Borut, daj malo oladi, ne, vse vem, ne, da hočeš ful, ne, ampak daj malo oladi, ne.
veš, in tako da me on dosti krat tudi malo prizemlji, pa reče, ok, glej, to se mi zdi, ne, pač ful, ne, ampak mislim, če komu lahko rata, lahko tebi, ne, kakšne stvari, ne, ko pa predlagam, pa mi reče, ok, ja, ampak jaz vseeno mislim, da je mogoče, če kaj damo v stran, vseeno še vedno boljše, ne. Veš, ker na koncu dneva, ne, sem jaz tudi tekmovalen, po duši, rad sam sambo tekmujem, ne, veš, in zdaj, če je preveč nekih resnih tekem, ne, hitro pride do kakšne poškodbe, ne, in jaz sem pač taka oseba, da nekaj naspal ne znam delati, ne, in pol na vsaki tekmi se ga pač razbijem do daske, ne, in pol, če je preveč teh zaporednih tekem, ne, zna priti do poškodb, ne, in tako da ne bo odkar zdaj z teh z leti, kako sodelujemo, me že zna handlati, pa me zna pravilno usmeriti, pa zna reči, ok, glej, Duško, spoštujem, pa razumem želje, ampak daj pretehtaj malo, ne, tako da pol skupaj še vedno naredimo dokončen plan za celotno leto, ne, jaz vedno izpostavim želje, pol pa on reče, ok, se mi zdijo realistične, ponavadi se mu zdijo nerealistične, ampak na koncu vedno pristane na njih, ne, tako da, ampak ja, nekako skupaj pol to združimo, pa naredimo pol plan. Čudovito, Duško. Mislim, zdaj te bomo spremljali še bolj podrobno, pa gledali tvoje storije, navijali zate, kaj pa, ne? Najprej v New Yorku, pa še kje drugje. Midva se bo še tule dobila, ker ste danes, pač nisem uspel vsega vprašati. Vmes mi je prišlo na misel, ne, da bo, glede na to, da je zdaj Marathon Majorsov 6, pa da bo naslednje leto jih že 7. Ne? Naslednje leto se bo 6. postoječim pridružil se Sydneyski maraton, tako da, ne, ti predlagam, da potem, ko bo šel v Avstralijo na Mont Kosciuszko, ne, prav 7. vzpon, to narediš takrat, ko bo maraton septembra, recimo, ne, če je to sezona, mislim, da za Mont Kosciuszko je zmer sezona, ne, za 2200, tako, in v istem tednu pač narediš 7. Majors, pa potem še 7. vzpon na najvišjo avstralsko goro. Evo, takrat je pa lahko žurka, pa razvrat, pol 7 dni, evo. Vrhunska ideja, Marko, gledaj. 7. Definitivno si mi dal navdih za to, tako da se bom kar držal tega. Isto tako je v planu pač Tokio. V Tokio Mont Fuji je pač neizbežno. Če grem v Tokio, da ne grem na Mont Fuji, to si ne bi nikoli v življenju opravičil. In v planu imam, da ko bom dejansko dobil štartnino za Tokio maraton, da bi mogoče celo drugo leto, res močno upam, da bom dobil štartnino za drugo leto za Tokio, ker sicer Tokio maraton je naslednje leto 2. marec. In to je en dan pred mojim rojstnim dnevom, oziroma 3.3. imam rojstni dan, 2. marca je pa Tokio maraton in sem razmišljal, da bi Tokio maraton odlaufal in za rojstni dan, da bi pa šel na Mont Fuji, en dan po maratonu. Kar se mi spet zdi en taki zabavni izziv, pa hkrati pa ena taka super zgodba, ne, za rojstni dan biti na Mont Fuji na Japonskem, tako. Svetovno se čuje. Upam, da je to ratal, držim pesti, bom probal pomagati, če možno, tako kot je rekel Janez, da to je pa tukaj nor projekt, da bi bil red zraven, saj na vznožju, pač pa gledal Duško tako maha dol, z Mont Fujija, z medaljo, pač tokijskega maratona. To bi bilo kar epsko. To bi bilo epsko, dragi Duško, dragi prijatelj, tekaški, nasploh, več kot 2 uri čvekava, pa toliko stvari sem te hotel še vprašati. Hvala ti za tvoj čas, za tvojo energijo, tvoje zgodbe, ki jih je še mnogo, kot rečeno. Ja, naslednjič, kot si ti mi že dal zdaj idejo, tudi za tale podcast, pač delam ga nadaljavo, zato ker je to bolj praktično, časovno in logistično, ampak, ne, ko se vidiva naslednjič, bom jaz to upgradal, tehnično in se bo videla v živo, jasno. Z največjim veseljem. Tako, tam bova spila tudi kakšen razvedrili napitek ob tem in se pogovarjala, pač takrat pa tudi kakšno urco dlje, še kaj o tvojih zgodbah, ki je še mnogo. Hvala, Duško. Upam, da se še kakšna zgodba do takrat nabrala več, pa še mogoče kakšna bolj zabavna, pa kakšna tudi malo bolj ekstremna kot do zdaj. Mislim, tebi se itak vsak dan zgodbe dogaja. Ti si človek, ki privlači
vesoljsko energijo, da se mu dogajajo zgodbe. Čisto za konec, mi povej, zelo na kratko v enem stavku, kako bi, če bi ti kdo rekel, opisal svojo življenjsko filozofijo v enem stavku? V eni besedi. Izvoli, prosim. Ljubezen. Vse je ljubezen, ni drugega kot pa ljubezen. Ker moje mnenje je, da odgovor na čisto vsa vprašanja v življenju, če ga vprašanje dovolj razčleniš, vedno prijemo na isti odgovor in to je ljubezen. Če bi vsi malo bolj iz ljubečega aspekta razmišljali, bi svet bil lepši, tako da ljubezen je odgovor. Spoštovanje. Duško Banjac, nima več kaj dodati. Verjamem, da ste navdušeni tako kot jaz. Duško, na nove zmage, na nove dogodivščine, pa na to, da se v kratkem in kmalu spet snideva. Marko, hvala ti od srca. Tako sem ti rekel, od prvega dneva, kako sem izvedel, da imaš podcast, sem hotel biti gost pri tebi in danes si mi uresničil to željo in sem res hvaležen, da sem bil gost pri tebi in hvala za tvoj čas pa za en res zelo prijeten, ljubeč pogovor. Čustvo je obojestransko. Hvala, Duško. Se vidimo tam zunaj. Ajde, se vidimo. Čau.